Toni je zbolel, Mark je bil takrat star 8 mesecev, ko smo dobili diagnozo za izredno slabo prognozo preživetja v primeru uspešnega zdravljenja 18 mesecev. Takrat je v bistvu 18 mesecev so mu dali življenje. Maksimalno. Jaz sploh nisem dojela, Kaj je rekel? Jaz imam raka in v torek začnem s kemoterapijami. Ker tak. Ja, ampak on je rekel, jaz sem tistih 45 minutah, ko sem hodil od kliničnega centra do te kavarne, se odločil, da bom živel. 4 so bili z njim v sobi v 3 tednih, vsi umrli. Vsi so rekli, da jih je strah umreti. Ne so rekli? Mene ni bilo strah umreti, ker sem vedel, da moram za ženo pa za sina živ ostati. In jaz mislim, da se on je strogo resno samega sebe dojemal, ampak hkrati je pa sporočil svetu, da ne rabiš tega. Ne? Mi je rekel res na začetku najne veze, da bo on povedal, kdaj bo umrl, da bo zelo mlad umrl in da bo imel vpliv na množice. In jaz sem si pač mislila, vsak verjetno pri 20 to govori. Lepo zdrav, dobrodošli v današnji epizodi Smart Talksa. Moje ime je Smiljan Muri, tukaj z mano je moja žena Helena Kodrič Muri. Danes imamo en zanimiv pogovor, pogovor o človeku, ki je bil moj prijatelj, moj cimer, moj soborec, skupaj sva bila v policijskih vrstah. Marsikaj sva skupaj tudi doživela, vse danes sigurno ne bom povedal. Nažalost pa je usoda življenjska želela, da z vsem znanjem, modrostmi, izkušnjami, ki jih je delil na svojih seminarjih, tečajih, delavnicah, v policiji, kjer je dolga leta služboval, v raznih zavodih, društvih, pač bolezen ga poslala na drug svet. Za sabo je pustil eno lepo dediščino svojega sina Marka, včasih mu je bilo ime Tit, žena Mojca, in pa v studiu imamo tudi Uroša Buha. Uroš pa je v bistvu napisal to knjigo, s tem, da je bila kar neka razlika v pisanju te knjige, ker Uroš je bil tudi tisti, ki je pomagal napisati knjigo Mateju Mohoriču, našemu kolesarju. Zdaj pa je pisal knjigo o nekom, ki ga ni več med nami, ki je mrtev. Tako da bo zanimiv pogovor, ne vem, kam bo to vse šlo, ampak verjamem, da bomo se lahko naučili iz tega marsikatero življenjsko lekcijo. Tako da najprej lepo zdrav vsem skupaj. Živjo. Uroš, bom tebe najprej vprašal, da mogoče razbijem tole. Kako je pisati o človeku, ki ga ni več na tem svetu? Ko so te poklicali, ko te Mojca poklicala, pa rekla, boš napisal knjigo o Toniju. A si ga poznal sploh? Jaz ga osebno nisem poznal, ampak se je kasneje izkazalo, da sem ga posredno poznal prek enega mojega prijatelja. To se je potem izkazalo tudi kot zadnja točka v tej knjigi, kjer prijatelja tudi omenjam v spremni besedi, v uvodu. In nekako že takrat so se začele stvari sestavljati skupaj, ko mi je on za njega povedal, pa nisem vedel, da je to od Mojce mož in tako naprej. Na kar sva se z Mojco srečala na nekem dogodku, ki ga je njena agencija organizirala, mi smo pa igrali, ker sem glasbenik tudi. In sva pač se nedolžno pogovarjala, kako je življenje gor dol in tako, pa prav bolj slabo, Toni je umrl in tako naprej. To je bilo že septembra, se pravi 5 mesecev kasneje. Na kar sva pač beseda da besedo. Jaz sem takrat izdal spomladi to knjigo o Mateju Mohoriču in potem sva z Mojco čez par tednov se slišala in je proces stekel. Dobre 2 leti je bilo nekega raziskovalnega dela, intervjujev in tako naprej. Jasno sem se najprej dobil z Mojco pa z Markom, pa potem z Aleksandrom, Sandijem, bratom in tako naprej. In z Mojco so šla do mame in tako. Preden gremo naprej, majhna prošnja. Ocenite podcast
Lajkajte in se naročite na Smart Talks. Vsak nov naročnik in ocena nam pomagata, da še naprej ustvarjamo pogovore, ki navdihujejo in premikajo meje. Ampak, če odgovorim na vprašanje, zelo drugače je bilo pisati knjigo o človeku, ki ga ni več tukaj. Ampak po drugi strani je pa pustil za sabo, kot si že prej omenil, tako zapuščino, bogato, intelektualno in hkrati tudi čustveno, kot sem pač skozi sam proces spoznavanja ljudi, s katerimi je sodeloval, ugotovil, da je bil ta naboj ves čas zelo živ, ne? In sem imel prek tega, prek ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, zelo močan uvid v to, kdo je to bil. Recimo, no, vsaj upam si nekako, da sem In če bi bil zdaj še Toni tu, kaj misliš, da bi se lahko od njega najbolj naučil, glede na to, ko si se pogovarjal s tolikimi ljudmi? Za sebe, recimo. Če sem malo egoističen, rečem lahko, da sem se ogromno naučil zaradi tega, ker ga ni tukaj, ne. Že ta proces sam, jaz vsak proces, v kjer ga grem, ga avtomatsko vzamem kot lekcijo na življenjski poti, ne. Zdaj, v tem primeru se je Toni ukvarjal s stvarmi, ki so tudi meni zelo blizu, ne. In sem se jaz pač tudi s tem ukvarjal že sam po sebi, tako da mi je bilo to tako, kot da začenjam plavati v nekem zelo poznanem okolju, ne. Zdaj, jasno, bi si želel iz Tonijevih ust slišati marsikaj, kar sem skušal razumeti pa dojeti na podlagi pripovedovanj drugih, ne. Ampak mislim, da bi se dobro zastopila, no. Tako, na nek način verjetno sva se, no. Zato je tudi ta knjiga nastala, no. Ja, zanimivo, danes res se pogovarjamo, v bistvu ponovadi so Smart Talksi, gostijo ljudi v studio, ne, te, s katerimi se pogovarjamo, vse se zdaj tudi z vami pogovarjamo, ampak te osebe, o katerih se bomo pogovarjali, pač ni tu Toni majhen, ja. Naslov knjige, Toni bi poznal naslov te knjige, Mojca, žena njegova, ne. Kdo je dal naslov te knjige, ki v bistvu ni naslov knjige, ne, ker sem Toni bi poznal naslov te knjige, ne. Naslov je dal Uroš, pa naj še Uroš pove, kje je ta naslov oziroma kaj je ugotovil. To je spet ena od teh vzporednic, o katerih sem že govoril, ne. Na neki točki sem ugotovil, da sva oba brala v srednji šoli isto knjigo, ne. Se pravi, to gre za knjigo matematika Rajmonda Smoljana, se pravi, z naslovom Poznate naslov te knjige, ne. In ko sem to slišal, sem rekel, no, zanimiva naključja, ne, ali pač ne, ne. In ko sva potem, Mojci sem predlagal neke 3 naslove, eden od teh je bil ta in sva oba pač, jaz sem si želel, da bi bil to. Je pa on oboževal to knjigo in jo je marsikomu priporočal, tako da je to bila neka taka netežka odločitev za naslov. Mislim, da bi se on tudi smejal naslovu temu. Bi, ne. Ja. Tako da to je bilo še. No, Mojca, odločiti se za eno tako potezo, ko v bistvu po smrti svojega moža, dolgo sta bila skupaj, ne, izdaš knjigo. Tudi to je en proces, pa ena velika odločitev, pa tudi na nek način ena taka zaveza. Ja. Res je, Toni je oboževal knjige, kar naprej smo ga vsi videli s knjigo, pa z svinčnikom, počrtoval je določene stavke, ko sva se spoznala, jaz sem bila stara 22 let, je bral Nietzscheja, jaz njega nisem nič razumela. Midva sva bila, bom rekla, na tem področju zelo različna. On je bil zelo študiozen, bral je več knjig naenkrat, božal je knjige in jaz mislim, da bi to svojo knjigo on tudi kar pobožal in naslovnico in kakšen list znotraj. Dejansko, ko sva se spoznala, sva bila zelo mlada, ne. Se spomnim. Ja, mislim, da res smo bili vsi. Kje te je prvič predstavil? Meni se spomniš, ker jaz na takih detajlov pa nisem. Zelo dobro se spomnim. Kaj porežemo ven, bo povedala. Lahko povem. Živeli ste v samskem domu na Jaranovi. Ti pa Toni, Kristjan in Matej, mislim, da sta bila že odseljena. In mislim, da sva midva bila 1 mesec pa pol, 2 meseca skupaj. Vi bi se morali skupaj preseliti. Dejansko vi 3 ste se pol odselili skupaj v eno stanovanje. On je pa meni rekel, kakšen bi bil message tebi, da midva začneva hoditi
in jaz se selim s svojimi frendi in ga ful žuram. To je tak je on meni predstavil, ne vem, kaj vam rekel. In potem jaz pridem v ta samski dom med same moške in mi predstavi Kristjana, predstavi mi Mateja, pa tebe, ne, da sta bila soseda. Ja. In potem mi je enih parkrat rekel, saj veš, Smiljan ima tisto mojo televizijo. Pa mislim, da je na koncu tista televizija bila skozi tvoja potem, ali ne vem, kaj je bilo. Skratka, mislim, da smo se tam takrat. Pa morala sem poklicati od enega od teh drugih dveh fantov punco, ker sta tolikokrat že šla narazen, da to je bil po mojem nek test, ne, da je poklič, da so videli, ja sem iznajdljiva ali ne, se ti veš, za koga je šlo. Potem je seveda življenje naredilo svoje. Hej, si želiš kariere, kjer te ne omejujejo stropi, ne? Kjer tvoj rezultat ni odvisen od politike v podjetju, ampak od tvoje volje, od tvoje discipline in tvojega karakterja. Popolnoma te razumem. Ko sem začel svojo pot, nisem imel ne poznanstev, ne kapitala, ne varne poti. Imel sem samo odločitev, da nočem poprečnega življenja in da bom delal, dokler ne zmagam. Danes pa vodimo sistem, ki ljudem, ki imajo voljo, disciplino in srce, daje vse, kar sem gradil iz nule. Znanje, mentorstvo, strategijo, orodja in predvsem okolje zmagovalcev. V Smart Money Solutions ne iščemo ljudi, ki bi malo poskusili. Iščemo posameznike, ki želijo zgraditi kariero v finančni zavarovalni industriji. In zgraditi ekipo pomeni nekaj delati s pomenom. In življenje, ki ga vodiš ti, noben drugi. Če čutiš, da si za več in ne iščeš izgovorov, ampak priložnost, potem je zdaj pravi čas. Obišči www.smiljanmori.si in klikni na sodeluj z nami. Izpolni vprašalnik in kontaktirali te bom. Toni je zbolel, Mark je bil takrat star 8 mesecev, ko smo dobili diagnozo. Se pravi, takrat, ko se je Mark rodil, je on dobil diagnozo 8 mesecev? Ja, on je verjetno bil bolan že ves čas, kar sva se midva poznala, ampak nisva vedela. Potem je v bistvu na nekem sistematskem pregledu so ugotovili neko preveliko izločanje kreatinina in potem so se začele te raziskave, 3 tedne je bil v bolnici, imel je nekih, ne vem, 150 različnih potencialnih diagnoz in dejansko so potem odkrili to bolezen diseminiran plazmocitom, ne klasično bolezen za tako mladega človeka. On je bil takrat star 31, skoraj 32 let. Z izredno slabo prognozo preživetja v primeru uspešnega zdravljenja 18 mesecev. Takrat je v bistvu 18 mesecev so mu dali življenja. Maksimalno. In to so mu povedali. Ja, in to smo mi vsi vedeli in pač itak nismo vedeli. Midva sta bila koliko časa skupaj takrat? Midva sta bila takrat poročena 5 let, leta 2000 sva se poročila, 97 sva se spoznala. Ne? In dejansko smo pač, bom rekla, živeli iz minute v minuto, dojenček je še na porodniški, on kemoterapije, obsevanja, oziroma kemoterapije so bile samo takrat, Mark je dejansko moral preživeti kot dojenček kar nekaj časa pri mojih starših, ker je bilo za njega zelo nevarno, da je nekdo v njegovi bližini s tako močnimi kemoterapijami. Ja, zrcevanja, ne? Tako. In to je sigurno nekako pustilo neke posledice, ne bom rekla, da negativne, ampak drugače smo živeli, kot pač bi ena mlada družina živela. In se mi zdi, da Toni je bil zelo redko beseden, ko sva se spoznala. Ne? Jaz sem bila tista, ki sem zelo veliko govorila in neka taka, bom rekla, kar ena mala najstnica sem še bila. Potem je pa on skozi čas, ko je videl, da mu dejansko so leta šteta, pa da bo se precej prej poslovil kot mi vsi ostali, je on čisto obrnil ta svoj pogled na svet, začel se družiti, veliko govoriti, raziskovati neke stvari in pač vse v knjigi je zelo dobro opisano. Ne. On se je rodil kot nek psiholog z naravno psihologijo in se skozi tem ukvarjal in potem to res obrnil in v gospodarstvu in tako v policiji na res nek pozitiven način. Ne. In ko sem jaz vse to spremljala, to njegovo življenje in njegovo delo in kako je postopal, kakšen je bil pomemben faktor za ljudi, ki jih je poznal, sem se v bistvu 2 tedna po pogrebu odločila, da moramo to nekaj zapisati. Oziroma, jaz sem vedela že prej, da bi morali nekaj narediti, ampak on ni bil za to, ker je pač vedno z glave predaval. On je stopil v prostor in je točno vedel, kaj mora povedati ljudem, ki so tam.
Ja. In mogoče je z zadnjim stavkom naredil nek zaključek svojega dvornega predavanja. Ne? In ja, nisem imela, kako se tega lotiti. Potem pa, kot je Uroš opisal, sem se na koncu tega lotila in je mogoče res dolga ta 4 leta, ampak vsaka stvar rabi nek svoj proces, svoj čas in zato smo pač prišli do enega rezultata, ki je res v redu. Daj mi nekaj povej, kako to ženska, mama, žena doživlja, ko dobi informacijo, da bo njen mož, ki umrl, ne? Imaš pa malega otroka. Kaj si rečeš takrat? Mislim, v kakem emocionalnem, psihičnem stanju, a te bilo straha? To nič ne čutiš. Ne. Ne, to A pozabiš, kakšen dan, da bo on odšel? Ne. 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 Vsak sigurno to doživlja drugače. Toni, ko je izvedel diagnozo, ko je vedel, da v četrtek je izvedel, v torek je šel na prve kemoterapije, to je bilo februarja, marca. Je prišel, takrat je bila ravno moja sestra na obisku v Ljubljani, tisto kavarno, kjer sva sedela, nama povedal. Jaz sploh nisem dojela, kar je. Kaj je rekel? Jaz imam raka in v torek začnem s kemoterapijami. Ker tak. Ja, ampak on je rekel, jaz sem v tistih 45 minutah, ko sem hodil od kliničnega centra do te kavarne, se odločil, da bom živel. Če midva ne bi imela Marka, bi se on mogoče drugače odločil, pa bi rekel, ok, mlada si še, bom jaz umrl, boš ti imela novo življenje. Ne? Bom rekla, Mark je njega rešil, ko je tudi za nekaj časa rabila, da je Mark prišel, ni bil kar ne. Iz danes na jutri. In bi rekla, da je pač Mark bil tisti razlog, zaradi katerega je potem Toni se odločil, da bo živel res do konca. In on je tolikokrat premagal te težave, ko se je rak vračal z nekimi zdravili, ki jih na koncu sploh niso šli v fokus. Mislim, ko je bil on v tej testni skupini, določenih zdravil niso potem začeli delati, ker je premalo ljudem koristilo. Ampak on je bil človek, ki mu je pa to res koristilo. Se pravi, že v tem je bil drugače. Ne? No, in on se je takrat tudi odločil, ko bi šel v kavarno in rekel, jaz sem živel, ne? To je tudi zgodba iz knjige. Tako. In moram reči, da sem takrat tudi, vedela sem, da moram ljudem povedati, ti ne moreš normalno funkcionirati, ko veš, da imaš na smrt bolnega moža. In sem dejansko vsem napisala SMS-e. Kaj si napisala? Toni ima raka, ne vemo, koliko časa bo živel, nekaj v tem smislu. In potem so vsi ljudje po svoje nekako začeli, ne, težko je iti po mestu, po centru Ljubljane, ker srečaš cel kup ljudi, ki so ponavadi veseli, navdušeni, da te srečajo in vsakemu na novo razlagati neko zgodbo. Ne. In jaz sem se odločila in sem tudi večino stvari vedno tak na ta način skomunicirala. Ne. Masovno, naenkrat pač tistim seveda, ki so mi pomembni. Ja, blizu. Ne? Ja. Zdaj, ko si rekla, da se je odločil, ne? Pa bi rekel, da je mogoče kar res to, no? Ko sem nazadnje bil, ne vem, če sem ti rekel, mislim, da smo se pogovarjali na Pagu, na eni terasi. Je šel Mark stran, sem ga vprašal, kak je. Pa prvič mi je rekel, ne morem več. Ne. Sem rekel, kak to misliš? Je rekel, konec je. Sem rekel, kak to? Je rekel, veš kaj, preveč me boli, ne. Sem rekel, pa boš kar šel? Je rekel, ja. Mark je zrastel, naredil sem vse, kar lahko. Mislim, da je šel pol leta za tem, ne. Tako da, kot da se je res odločil, da je rekel, zdaj pa je bil čas, fanta sem postavil, koliko sem lahko, stanovanje sem zrenoviral, ne. Denar je, mojci biznis zdaj gre, ne. Vem, da takrat v koroni, ko je pač marsikatero podjetje bilo prizadeto, ne, je tvoj biznis pa ideja zgrmel, ne. Tako je. Še poleg tega, kar ste imeli še to, ne, in vem, da je on takrat se spet vrnil v biznis, ne. In da se včasih kome sestavil, da je šel narediti 2, 3, 4 ure treninga, da je lahko prinesel denar domov, ne, no. Res je. Ja. Kako si ti to doživljala takrat, ko se je še to zgodilo v koroni? Tvoj posel je pa bil odvisen od organizacije dogodkov, ne, mislim.
Ja, Toni je dejansko napovedal, da se bo nekaj takega zgodilo. To Ja. tudi v knjigi piše, ne? Ja. In jaz sem ga res tako gledala, mislim, kaj, jaz sem imela po 6 dogodkov na dan. Mislim, komaj smo zvozili, ogromno ekipo, zdaj bo sam šlo še navzgor, kaj se bo pa zgodilo. Noben niti pomisliti ni mogel na kako vojno, kaj šele na kako epidemijo, karkoli takega. In dejansko, ko se je to zgodilo, je bilo zelo težko. Po drugi strani pa bom jaz rekla, ne, hvala Bogu za ta covid, ker jaz bi drugače prišla en dan domov in bi sam rekla, čak mojega moža pa več ni. Mi smo dejansko, tako kot seveda vsi po celem svetu ali pa večina sveta, skupaj kuhali, jedli 3 obroke na dan, borili se za šolo online. Jaz sem imela to zelo, zdaj bo pa otrok tlele študiral, to je tak kup zvezkov smo imeli, ti si bil v 8. razredu ali 9., ne vem katerem. 9., to je zdaj vse treba, ne, čisto sem reorganizirala stanovanje, ampak na koncu sem bila samo neka gospodinja. In nekdo, ki je nekaj hotel organizirati in je šlo vse po svoje, ker pač najstnike ima čisto neko svojo zgodbo, Toni pa seveda svojo. On se je pa začel ukvarjati s podjetji, ki so pa takrat noro prosperirala, online prodaja, ne vem, neke stvari, ki so ljudje noro delali. Ja. Jaz pa sem se doma dolgočasila in vse, kar je bilo, sem šla na tržnico in si izmišljevala recepte in gledala vse žive oddaje kuharske in ne, se s tem nekako zamotila. Ja. Dejansko Toni umrl 22. februarja 2022, 2 dni preden je se začela ukrajinska vojna. Večkrat mi je rekel, ko bo vojna, to bo res vse narobe. Pa govoril je skozi vojna bo. Da, res. Ja, zelo ga je skrbela ta vojna. On po noči ni spal, res, in je gledal vse žive neke programe, pa na YouTubeu, pa si je pač naredil neko tako mnenje. Vem, da je takrat te olimpijske igre tudi spremljal, ful je bil navdušen, ker je ta Gloria takrat zmagala. Take stvari so mu dale življenje, ne vem, pač neko zelo dobro uvrstitev imela ta snowboarderka. In dejansko smo imeli pogreb, mislim, da to bil prvi pogreb po koncu covida, da je bilo tam 500 ljudi. Ogromno. Meni je sestra rekla, če ti nisi danes, ne vem, kakšne okužbe dobila, ne, ampak dejansko. 22.2.2022. Ja. Viš, da se je kar odločil. Ja, on mi je to rekel. Zdaj pa jaz grem in jaz sem mislila, kam? Na stranišče, da ga peljem, on je bil že na vozičku takrat. In sva samo iz sedežne se prestavila na tepih, ja. In to mi je tudi povedal, se tudi v knjigi mislim, je zapisano, ne, da mi je rekel res na začetku najne veze, da bo on povedal, kdaj bo umrl, da bo zelo mlad umrl in da bo imel vpliv na množice. In jaz sem si pač mislila, okej, vsak verjetno pri 20 to govori. Joj. Ja, mislim, mi se zdaj smejimo, jaz pač želim, tudi Toni ni bil nikoli, ni hotel drame iz nečesar Nikoli ni delati. delal drame, ne? Vedno je rekel, je že tak prav, kot je. Tak mora biti. Tudi če je bila stvar, ki se nam ni zdela mogoče čist v tistem trenutku okej, ne. Jaz tudi marsikdaj rečem, z Markom sta šla vrtec, pa je bil Toni na bolniški, pa sta se odločila, ko je bil, ne vem, 3 leta Mark star. Pa sta šla do tržnice, pa nista šla vrtec, pa marsikdo bi rekel, to je pa napaka. Ja, ampak mi smo pač morali se drugače odločiti takrat, ne. Mark, kako se ti spominjaš očeta, no sej, koliko si bil star, ko je umrl? 16. 16, ampak skozi vso svojo mladost si verjetno tudi njegov borbo doživljal, ne? Ja, šele sploh kasneje, bolj v najstniških letih, nekaj začneš malo bolj dojemati, kako življenje poteka in vidiš realne stvari. Sicer meni nikoli ni bilo prikrito, to, da je Toni bolan, sem vedel to, odkar sem se začel zavedati samega sebe. Tako da sem vedel, da pač bom očeta izgubil prej. Mogoče tega nisem toliko cenil, kakor bi si zdaj želel za nazaj, da bi. Ampak imel sem ga vedno v očeh kot, ne bom jih rekel bogano, ker ni, ampak zelo visoko spoštovanje sem imel do očeta. Spoštoval sem njegovo delo, videl sem, kako razmišlja, delala tudi skupaj kakšne primere in njegova življenjska zgodba mi je bila zanimiva, imela so skupne interese, skupne aktivnosti in tako zdaj, ko gledam nazaj, imam v bistvu samo lepe spomine. Ne vem, kolikokrat se je zdrl name ali pa to pozabiš. Je.
Si pozabil, to bo moji otroci tudi pozabili. Sigurno. Bodo. Ampak, ko pozabiš, takrat, ko je čas, da pozabiš. Jaz se spomnim, naprimer, da ste se videla kar fajtala, ne, da on te kar, ne, tako ste se kar malo, ne, On me je, mislim, ja, ker je hotel, da si tudi, ne, da pač odreagiraš, ne. ja, ampak nisem taka oseba. No, tako Ja, da, ja. pač bi bil bolj zadovoljen z mojim bratrancem, kaj bolj po njemu, kakor jaz. Tako da, Enkrat sem bil pri vama na obisku, pa sta se za eno igračo stepla, prav stepla je. On je bil taki mali, ne, pa se rekel, pa dajmo pustiti to igrače. Rekel, ne moramo pustiti, ker on je edinec, razumeš? In če mu bom vse pustil, bo vse njegovo. Moram jaz starejšega brata igrati, veš, da mu ne pustim. Tako da vse je imel naštudirano, ne. Kaj si rekel, da imaš lepe spomine? Kaj pa je najlepši spomin? Kaj se spomniš? kadarkoli sva igrala golf. To bi rekel, da je pa zelo drug spomin meni je vsi oni časi, ki so se vozila v avtu sama in glasba v avtu mojci gre ful na živce, če na glas. Midva se ga pa žgala do konca. Siddharto, Michaela Jacksona, bilo kaj, da nisi sama sebe slišala pušati. Ne. Ja, tako da, to so mi te dražje spomine, no, pa kadarkoli mi je razlagal, kaj je v psihologiji, to je njegova dela, pa kako je na mestu razmišljal. To bi rekel, da nimam mogoče njih klasičnih fotarsin, poleg tega golfa pa muska, ne. Ampak vsi spomini so lepi. No. Tudi če so težki, tudi če so nekaj lepega je v njih vseh. Pa si ga videl trpeti kdaj? Ja. Ja. Pa je povedal kaj, da ga boli? Ali... Proti koncu ni mogel več skrivati. Proti koncu ni mogel več skrivati. Bi se bilo težje gledati nekoga, ki mu možgan še vedno dela na polno, ampak telo ga izdaja do konca. In si ga pogledal v oči in ni bilo življenja v njih. Pa on še kar dihu govoril, se pogovarjal s avto, poslušal. Ne, in to je grozno gledati tudi, kako je njega recimo pol ure pogovora izčrpal takoj. Tako da to je recimo del, ki ga noben drug ni doživel. Ne. V bistvu to izkušnjo imala samo jaz pa Mojca. Ker se tudi on je imel zelo dober talent igrati, da je vredno. To, kar je še lahko bil sposoben to igrati. Ne. Misliš, da ti ni želel pokazati šibkost? Po moje je on večkrat, on je v tišini tudi trpel, ne, skozi. On je, po moje, če se je definitivno zgodil, da jaz ne bi videl njega trpeti, se umaknil ali pa se delal, da spi. Pa bilo kaj. Zadnje čase je potem hodil tudi na sprehode po noči, ne. On je imel na možganskem deblu imel en tumor, ki je zelo pritiskal in nobena tableta, nič ni pomagalo in je dejansko v joku šel po Trnovem se sprehajati. Prišel nazaj, ni bilo nič boljše, mislim, to je bilo 2-3 mesece, preden je umrl, ne. To je bilo res hudo takrat. Mark je pač seveda spal, jaz sem vedela, sem imela kar nekaj neprespanih noči tudi zaradi tega. V resnici pa protibolečinske terapije ni imel, samo zadnji večer pred smrtjo smo mu dali morfine. Drugače pa zavračal, kakršnekoli. En lekatolij, to je maksimalno. Ja. Neverjetno je bil, ne. Mislim, toleranca za bolečino je imel živalsko. To je. Ja. Kar verjetno izhaja tudi iz teh borilnih veščin, ki jih je treniral v... Otroštva težkega. Ja. Smo vsi nekako, vse nobenemu ni bilo, ne vem, z rožicami poslan, samo on je res imel toleranco. Ja, To je neverjetno. on je meni razlagal. Je bil poseben v vseh pogledih. Veš. Ja. Ja, on so meni razlagali, vsi trije bratje, ne, Marcel, Sandy pa Toni. So se enkrat tako stepel, ker je bil, sprav Marcel je bil 12, Toni 10, Sandy pa 8 in Marcel je skozi ta malega toku. Toni ga je pa branil. Ja. In sta se tako stepla, da je meni se Toni vrgel polno, Marcelu v glavo, pa je pa Marcel zagrabil nož, pa mu ga vrgel, pa se mu je v hrbet zapičil. Ja, pa sta se še naprej tepla, ni se končal tam. Če imaš tako otroštvo, po moje res ne moreš. Jaz mislim, da je mama Tonijeva bila res najbolj srečna, ko so se oni nehali tepsti med sabo. Vsak na svoj kraj šli. Ja. Ja. Ampak ti tudi kot ženska, ne? Mislim, kaj je ženska vse sposobna pravzaprav dati skozi eno tako obdobje, ne?
Ker to je trajalo od diagnoze, pa potem do konca, to je bilo koliko, 16? 16 let, ja. 16 let, ne? In vedeti in vedno nekako imeti, ne? To so močne ženske, Mislim, Mojca. ja, lahko rečem za nazaj. Jaz se nisem zavedala, meni se je zdelo normalno, da stojim svojemu možu ob strani. Sem pa srečala marsikoga, ki je rekel, ja, lahko je srečen, da te ima, pa sem si mislila, ok, sej, ne, ampak marsikdo ne zmore takega odnosa, se razidejo, se ločijo, zelo vpliva na odnos. Meni se je zdelo nekaj najbolj normalnega, v končni fazi sva bila poročena, sicer civilno, ampak ko si z nekom, si v dobrem in v slabem. In verjamem, da bi tudi Toni enako naredil zame. Mogoče sem 1 leto po smrti njegove ali pa pol leta začela opažati, kaj je to na življenju najinem, ne, z Markom tudi. V končni fazi Mark ni poznal zdravega očeta. On ne ve, kako je, ko je oče zdrav, poln energije in vzgaja sina. Pustimo to, ko sta začela igrati golf, pa je bil Marko, ko si bil star 2 leti, ne? 3 leta. Oče odigra svojo vlogo takrat, 10, 11, 12 let. Takrat je pa Toni pešal in sem jaz morala biti oče, mama. Imela sem odraščajočega najstnika, precejšnjega upornika, umirajočega moža, z tudi svojimi zahtevami, zelo emocionalno, kako bi rekla, sem morala biti močna, da sem med tem vsem manevrirala, pa posel svoj, ne. Ker sem tudi morala nekako biti stabilna oseba, ne. Da si pravim, to je kar dosti vogalov, ne? Ja. Več kot sam 4. A ti je kdaj rekel, pa da greš stran, da se ne mučiš? Ne, Nikoli. ne, Si ti pomislila kdaj? ne. Tudi ne. Jaz sem odraščal s tem, njima dvema je bilo samoumevno, da sta pač skupaj in da je do konca sploh. Ja, to je neka Ja, ker je rekla, to emocionalna res se zgodi, pogodba da tudi. nekdo ne zmore tega stresa, pa bo leči ne rečeš, kaj meni tega treba, grem. Ker to... Jaz sem si to rekla. Jaz sem bila proti koncu porodniške in takrat je bilo pač zelo, ne, na koncu porodniške gremo pa še na ene fajn počitnice. Mi smo bili v Egiptu 2-krat, zdaj pa bi šli v Dominikansko Mehiko, ne vem kaj, sem imela ene kataloge. In jaz sem samo zaprla katalog s temi počitnicami v tropskih krajih in sem morala v 1 sekundi se prestaviti iz tega, da bomo uživali in kako bo šel otrok v vrtec in ne vem, bomo imeli še kakega otroka do tega, da sem prijateljico prosila, da je Marka pazila, da si nas lahko šla k Toniju na obisk v bolnico, ne. Hvala Bogu smo bili na peš takrat do UKC-ja. Ja, težko je bilo, ja. Tudi to, ko on 8 mesecev recimo skoraj ni vstal iz posle, Mark je začel hoditi. Jaz v bistvu sploh nisem vedela, bi zdaj bila s Tonijem. Mark ima kot otrok svoje potrebe, 8 mesecev ti ne moreš imeti otroka skoraj zaprtega ali pa z enimi varuškami na igrišču, ne. In sem morala tu zelo balansirati. Pa ni bilo dedkov pa babic, ne? Tako, Da se razumemo, ti si Štajerka, ne? ja. Z dedki in babicami v Mariboru. Kolikor so lahko, so seveda pomagali, tako kot sem prej omenila, ne. Mark je bil več pri mojih starših, takrat, ko je imel Toni kemoterapije, nekaj tudi pri Tonijevih starših, ampak to ni isto, to so premali otroci, da bi po cel teden bili z babicami pa z dedki, ne. Kaj te je življenje, rečemo, najbolj naučilo v tem obdobju vse? Potrpežljivosti, spoštovanja, da je vse mogoče, da ne bom rekla, da smo ljudje večni, ampak da lahko neke odnose večne naredimo, ne, tudi če jih več ni. No, saj ta ljubezen se mi zdi, da kar gre skozi to knjigo, ne? Kako si ti to, ko si pisal, Uroš? Sigurno si bil z mislimi v njihovi družini, ne? Si predeloval kaj to, bom rekel, njihovo dinamiko in doživljanje? Ja, brez tega jaz mislim, da ne bi bil tak rezultat, kakršen je, pa se mi zdi tudi osnovna postavka, če greš v tako zgodbo brez emocionalnega okolja, da ga ponotraniš, pa sploh mislim, da ne more biti
ne moreš do vsebine sploh prideti. No. Ampak mene nasplošno mi je ta, bom rekel, pripovedovanje zgodb, storytelling, ne, je tak izraz, mi je zelo blizu, pa zelo imam rad v bistvu to, da se potencialni bralec v tem primeru ali pa potencialni poslušalec v tem mojem drugem poklicu, ne glasbenem, da se lahko identificira z nečem, ker mislim, da je v pripovedovanju zgodb, pa tej identifikaciji obstaja nek potencial za to, kar si prej omenila, neko ljubezen, ne, oziroma za rast konec koncev. Verjamem močno v to, da se prek takih vzorov najhitreje zraste. Ne. Se ni treba vedno past, pa da se lahko pobereš, včasih lahko tudi v bistvu prek takega pozitivnega dražljaja zrasteš, ne, če si sposoben tega uvideti. Tako da absolutno sem si štel na nek način v čas, da sta me tudi Mark in Mojca spustila toliko blizu, kar je bilo na nek način nujno. Ne. Tudi Sandi do neke mere, spomnim se tudi lepega trenutka, recimo, ko smo bila z Mojco na Stanovskem, kjer je Toni odraščal, ker so oni kot družina odraščali. In je potem mama na neki točki začela jokati, ne, ko smo šli skozi vse te fotografije. Pa tako, to so taki ganljivi trenutki, ki te pač zaznamujejo. Ne. To je, in potem, ko smo spet pri naključjih, ne, moj tast, ne, je stanoval v Čadramski vasi, ki je 300 metrov zračne linije od Stanovskega in je poznal gospo Milico. Ne. Tako da kup enih stvari, ki v življenju ne bi rekel, ampak potem, če se začneš spraševati, zakaj je to namenjeno, potem imaš vse odgovore na dlani. Ko si začel pisati knjigo, kaj si se vsedel, pa se rekel, kako se boš tega lotil, kako to, recimo tudi, ko si pisal za Mohoriča knjigo, ko se lotiš pisanja knjige? Ja, recimo pri Mateju je bilo čisto drugačno. Tam smo vedeli, imamo enega izjemnega posameznika, imamo njegovo kariero, lahko naredimo časovnico od A do B, ne. Lahko gremo pa pač začnemo z nekim dogodkom. Jaz moram reči, da pri Mateju Mohoriču sem najprej, jaz sem prijatelj tega pisatelja Tadeja Goloba in sem njega vprašal, enkrat sem rekel, kako je dobro začeti knjigo, ne. In on rekel, vedno začni z neko zgodbo, ki ni nujno sploh pomembna za knjigo, ampak bo tako močen impact naredila, tako močen vtis na bralca, pa hkrati postavlja se pravi glavne template, se pravi glavne igralce, glavno okolje in zgodbo, in iz tega potem štarti na začetek, ne, ali pa kjerkoli se boš lotil delati. In potem sem si recimo pri Mateju zastavil te časovne preskoke iz enega dela njegove kariere v drugega in tako naprej, ki se na koncu jasno sestavijo pač v sedanjosti. Pri Toniju sem pa v bistvu dobil idejo, da bi začel z nekim dogodkom, ki sploh ni povezan z njim bil, ne, se pravi z olimpijskimi igrami. Ne. Ampak še to ne, v bistvu z neko športno dejavnostjo, ampak s človekom, ki je bil v bistvu njegov vzor davno v 80-ih in tako naprej. In potem sem to navezal na te tri fante, ki so se igrali tam na... Ja, pa gimnastiko trenirali. Gimnastiko, ne. Ker sem jaz začel brati, pa vidim zgodbo, sem nekaj čakal malo, kam ima zdaj olimpijske igre. Vezo z Tonijem, ne, te potegne, ne. Ker se mi je modilo v službo, sem en kup stvari zdaj narediti, pa mi je samo knjigo dala na mizo, pa sem rekel, okej, bom malo prelistal, ne, pa sem začel uvod brati, pa sem rekel, čakaj malo. Že zaradi tega me je potegnilo, o čem zdaj tole piše uvod, no in potem ne moreš dati knjige dol, ne. Se mi zdi, da sem je 3-4, dobro, tu na koncu sem pol začel malo skakati, ampak treba to prebrati, ne. Ampak šport je bil, ne, velik in pomemben del pravzaprav od Tonija, ne, zelo pomemben, pa tudi meni se zdi, da, veš, kaj me zanima, kdaj si ti opazila, rečemo, da Toni zna zelo mirno delovati na posameznike, da zna hitro oceniti eno tako dinamiko, ali pa ne vem, oceniti, kaj je narobe in kaj je rešitev. V bistvu takoj, ampak ni bilo toliko izraženo. Zelo je bil premišljen, zelo je retorično močen,
od začetka. Tako kot sem prej omenila, je dosti malo govoril. Ampak je potem začel veliko govoriti, vedno več se odpira tudi v najini vezi, kar se mogoče zdi smešno nekomu, ne, pari se veliko pogovarjajo, ampak dejansko so vse njegove besede bile zelo premišljene. Nikoli ni v tridni govoril, ne. In to je potem samo še se potenciralo z leti. Ja, dober sogovornik je bil. Za vse ljudi, ne, mislim, da so veliko od njega tudi odnesli, ne, ravno zaradi tega. Svinja, ti si ga poznal, še preden ga Mojca spoznala, ne? Seveda. Ja. Kako imaš ti skupine, rečemo? On je bil, mislim, športnik je bil tak, da po moje česa bi se lotil, bi bil lahko svetovni prvak, če bi bil v tistem vztrajal, no. Da, če bi bil to fuzbal, on bi bil v reprezentanci slovenski 100%, če bi do konca šel. Če je bil ping-pong, bi bil pa v ping-pongu, mislim. Atletika, noro, mislim. Verjetno je imel neki maksimum, ampak a veš, vse posod je bil top, ne. Kar se je spravil delati, Ampak je tudi naštudiral veliko On je stvari, ne? naštudiral. Res ga je zanimalo, ne? Mislim, močan je bil pa kot bike. Ja. Kako je on bil močen. Fizično. Fizično, pazi, njega bilo manj skup ko mene, ne. Ampak on je 170, 160 kil benča porino, več. To je neverjetno. Brzina, akrobatika, borilne veščine, ma kaj se, mislim, ne najdeš takih talentiranj. Poleg tega pa še njegova glava, koliko je bila naštudirana. Tako da jaz sem se res rad z njim pogovarjal, ker ravno ni bilo veliko takih ljudi v Sloveniji pred 20 leti, veš, da si se lahko neke duhovne stvari po psihologiji pogovarjal. Tako da vedno, ko smo mi dva bila sama, so bile to kar globoke debate, da si lahko, bom rekel, šel v izmenjavo nekih stvari, ko so se drugim zdele malo čudne, ne. Katerega stavka se pa ti najbolj spomniš od njega, tak, če bi mogel strniti, ajmo reči neke nauke, recimo, da so neke besede ostale ti v glavi od njega. Tako da bi prav povedal eno določene besede, ne bi rekel nič, ker je pri njemu se nekako vse povezovalo, ne. On je znal ti celotno psihologijo razložiti z noga pa žoga. Je imel to, bi rekel, zdravo kmečko pamet, s katero je znal razložiti vse. In nimam tazga citata, ki bi ga lahko dal, no, da bi v bistvu spomnil se vsega, no, ampak nekako živi, je del mene. Pogrešam to, da bi včasih kdaj rabil kakšen tak nasvet. Ampak ga lahko trenutno tudi samo še v knjigi, pa mogoče na kakšnem posnetku, ko ga imamo njega. Ja. Kaj bi ga povprašal, če bi ga lahko? To imam vprašanj za njega. On bo imel zelo dolg pogovor z mano, ko se spet vidimo. Ker me toliko zanima v njemu. Ena od mojih največjih obžalovanj je to, da mu nisem dal sedaj eno knjigo dobiti. Želel bi slišati tvojo zgodbo. In res obžalujem to. Nisem imel prilike, nisem vedel, da to obstaja, no. Tako da verjamem, da mi on zelo veliko v svojem življenju ni povedal, ne. Kakor je Mojca rekla, pač ni bil precej zgovoren človek, razen ko je prišel do psihologije ali pa športa. Ampak, kakor sem rekel, nimam nekih besed od njega, no. Tako da ti si ga še zdajle s tole knjigo spoznal ful, ne? Zelo. Zelo. Tudi v bistvu odnos Mojce in Tonija. Čist drugi luči predstavljam, kakor sem ga, ker jaz njunega odnosa pred boleznijo nisem poznal. In to je bilo to kar zanimivo brati neko, bi rekel, drugo življenje mojih staršev. Jaz si rekel prej, da nisi mogoče znal ceniti to, da je bil zraven tebe, ne. Kaj si konkretno mislil? Kak je trenutek ali vedenje tvoje? Ne, s tem sem mislil, da nisem cenil njegovega intelekta oziroma niti njegove vloge, ki jo je igral v mojem življenju, kakor jo cenim zdaj. Tudi
pač bil sem uporniški najstnik, zelo pogosto sem zanemaril odnose doma. Bil tudi pogosto nesramen do staršev. Valjda ti je pa s tem zato vse žal, ampak edina stvar je, da pač greš naprej. Brez se sem to obešati, s razlogom reče, da je včeraj zgodovina, ne. Bi si želel, če bi imel še eno priložnost, da bi bolj izkoristil, ampak obžalujem nič. Kaj bi Se pa mi zdi, izkoristil da bolj? vse, kar se je zgodilo, je oblikovalo osebo, katera sem danes, in Kaj bi bolj izkoristil? ta čas, ki je bil on sposoben nameniti. Ja, tudi zdaj, ker sam živim že nekaj časa, z Mojco opažava, da se vedno boljše razumeva. In je prilika, ker ni vsak dan, ko vidiš svojo mamo, pa že na eni točki, ne. Tak zanimiv experience, no, odraščanja, ne. Zdaj vem, da vsakeč, če bi bil on živ, ko bi ga videl, bi si ne vem, kaj bi mu sploh rekel. Hvala za vse. Kaj bi pa rekel, recimo, tem, ko se jih tako imenoval, sebe uporniškega najstnika, včasih malo nesram. Kakšen nasvet bi dal vsem tem najstnikom, ki še imajo žive starše, pa so jim tečni starši? Pa je to tudi mogoče normalno, ne? Ja, definitivno ne normalno. Jaz bi rekel, dajte kakšen dan zadihati, nekaj čas, malo več časa preživeti s starši. Dajte reči, ok, dajmo danes imeti nek konstruktiven pogovor, da se ne bomo kregali, pustimo šolo, pustimo uno, pustimo tretje. Temu mi preživeti skupen čas kot ljudje, ne zapolnjen z našimi obveznostmi, kaj ni narejen, kaj je narejen, nekim očitavanjem in pametovanjem staršev otroku in otroka staršem. Pomemben je, da imamo nek kvaliteten čas, da preživimo z komorkoli imamo okoli sebe. Staršem bi pa rekel, včasih razumeti, da ste bili tudi vi mladi, pa se spomniti, kako je bilo. Pač ja, povem, včasih je fajn dobiti okoli kepe, oziroma zdaj sem hvaležen, da sem včasih dobil okoli kepe. Se mi zdi pomemben del vzgoje, sploh recimo za fanta, ne. Tako da ja, včasih je treba malo svojega požreti, pa. Ja. Kaj je to, ni znal povedati o ego? Jaz mislim, da je on ogromno eksperimentiral s tem, ne? Zato, ker je zelo dobro poznal samega sebe, ne? Tako da, zato, da je spoznal samega sebe, je mogel iti in na to samo všečno plat in na to, da je imel odpor do samega sebe na nek način, ne? Hkrati je bil pa skozi primoran, že skozi odraščanje, ne? Kot je prej Mojca povedala, oziroma Mark, ki so se tepli, ne? In tako otroci med sabo, ne, je mogel v bistvu se fizično naučiti braniti, ne, in postaviti, ne. In mogoče ta njegov, ta surova moč, o kateri si prej govoril, to je po mojem zagotovo izhaja tudi iz otroštva in od tega, kako je mogel se naučiti delati s to močjo, ne. Iz kje je to prihajalo, on je bil skrbnik Sandija pravzaprav, ne, na nek način, on je bil njegov pač varuh, ne. Brat, ja, mlajšega. tako, ne. In je v bistvu neizmerna energija iz tam prihajala ven, recimo, to govorimo o neki taki. Kasneje pa sem prepričan, da je, mislim, mene je bil že zanimiv ta princip njegov, ki je postavljal te team buildinge v Postojnski jami, ne. Kjer je v teh nekomercialnih rovih organiziral v temi, pa v vodi, ne, ki sta lahko zelo močno vplivata na človekov strah in na to, na izgubo sebe praktično. In to smo spet le pri tem vprašanju ega, kdaj spustiti ego, da ga lahko spet dobiš nazaj, ne. In on se vsega tega naučil na sebi, da je lahko potem pravilno predaval to drugim, ne. Pa jih peljal na nek način kot nek gatekeeper skozi te stvari, skozi izkušnje, ne. In po mojem je bil zaradi tega tudi toliko uspešen v coachingu kasneje, ne, potem.
Ja. Kaj vam je bilo najbolj pretresljivo, rečemo zdaj te zgodbe, ko ste pisali njegovo življenje? Kaj je bil mogoče najbolj pretresljiv trenutek, iz katerega ste, rečemo, vi črpali, se učili, Uroš? Iz njegovega življenja, torej tisto nekaj, kar, ne vem, pretrese. Mislim, jaz sem kot starš tudi sama, ne. Se jasno tako identificiraš s tem, z diagnozo, in da imaš doma pač 8 mesecev starega otroka in ženo, že tam se začne ta proces, ne, v tem smislu. Tudi jaz sem kot moški začutil v bistvu to njegovo držo, hkrati pripravljenost, da bi naredil absolutno vse za ženo in sploh za otroka, ne. Istočasno pa si je priznaval to nemoč s tem, ko je pač jasno povedal, ne. Tako pa tako je, ne. Ne bom se zdaj zatiskal oči, ker če on Mojci ne bi tega povedal, bi pomenil, da tudi sam sebi na nek način zanika to, ne. Ampak on je šel pač kot nek budistični menih, bojevnik pač v to noter, ne. In je se s tem soočil, ne. Tako da to so vse, mislim, kup je enih ganljivih momentov, pa do tega, ko sta šla z Mojco praktično zadnji teden njegovega življenja na sestanku v Maribor, gospodu selektorju nogometne reprezentance takrat, ne, ker sta napeljevala stik, da bosta delala, on ni hotel odnehati, ne, v bistvu, to je bilo njegove poslanstvo, ne, da more do konca predati to, kar ima in kar je gradil v bistvu celo življenje, ne. Na koncu pa, tako kot je rekel Mark, je pač ga telo pač se izdalo, ne, in tako naprej. Se pravi, vsaj jaz, ko sem bil z njim, nisem nikoli doživel, da bi rekel, le tako brez veze, nič nima smisla. To pri njem ni bilo. Ne, za nobeno stvar. Ne, mislim, sploh poskušam se postaviti v neko vlogo, ko ti nekdo reče, poslušaj, tvoje življenje je zelo odmerjeno, ne. Pa si začneš postavljati vprašanje, pa mislim, a sploh ima smisel pol, da še greš tja nekam, pa ono predavati, pa na tist, pa na to. A veš, ne, a si se ti to vpraša tudi, ko se... Ja, jaz mislim, da je predvsem stvar njegova bila v tem, da stvari ni osebno jemal, ampak ne osebno v tem smislu, ne, neke osebne izkušnje, ampak jaz mislim, da je zelo zgodaj on v življenju vzpostavil ta objektiven odnos do sveta. In hkrati ga je vse zabaval. Jaz mislim, da se je on z vsem tem igral. In s tem, ko se je on mojstril v vsaki od teh stvari, je postajal tudi v bistvu vedno boljši igralec in je hkrati vstopil v razne igre in vsakeč, ko je vstopil v neko igro, tako kot golf recimo, ali pa jiu-jitsu, ali pa judo, ali karkoli, nogomet konec koncev, ne, je on to vzel kot igro, ne, nekaj, kjer se lahko še malo izboljša, ampak mu je hkrati fajn, ne. Tako da mislim, da je vsem tem on videl ves čas izziv, ne. Hkrati pa ni osebno jemal. Kar je po mojem, to vidva vesta, še boljše v poslu, tudi zelo kvaliteta, ne. Če ne se, in tudi en citat, recimo, ko si prej Marka vprašal za njegove, če bi kakšen citat, v knjigo smo umestili kar nekaj teh citatov iz raznih predavanj in tako. Eden od teh je tudi na zadnji platnici, ne jemlji se resno človek, ne, na ta način, ne. In jaz mislim, da se on je strogo resno samega sebe dojemal, ampak hkrati je pa sporočil svetu, da ne rabiš tega, ne. Gre za spoznanje, ja, kljukca, pojdi naprej, igraj se naprej, ne. Mojca, kaj bi ti rekla na to temo? Ker on je bil tudi dober pogajalec, ne? Nekaj se ni učil, ne? Mislim, on je v specialni enoti, vmes je tudi bil pogajalec za samomore pa take stvari. Tako, on je, kot sem že prej omenila, ne, retorično je bil izredno močen, načitan, razni pregovori in citati in stavki iz različnih knjig, ki mi jih je povedal kot tako, ko sva kaj debatirala, mogoče ne, tako, ali pa me kdaj moral kaj podučiti. Enkrat me je ena, mislim, da je bila ena ženska rekla, ti si čist skozi v procesu, kako se ti počutiš? Jaz sem si mislila, glej, v redu, ne. Ker fajn. Ta je dobra. Ja, dejansko je takrat, ko je v bistvu bila potreba po pogajalski skupini, ko Slovenija ni imela te pogajalske skupine,
je bil on eden od teh, ki so naredili to pogajalsko skupino. To je bila pač iniciativa ministrstva in ne vem katerih služb. Tudi je kar nekaj opisanega in tudi so povedali ti takratni njegovi sodelavci, kako pa kaj. Je pa on v tem, moram reči, blazno uživa v pogajanjih. In mogoče je to največ, kar sem jaz iz njegove službe, delajo specialni enoti kot inštruktor, pač služba, o kateri se ne govori, ne. In dejansko iz pogajanj, ki je prišel iz teh pogajanj, ki je se pogajal 8, 10, 12 ur, kako se on v neko vlogo nekega človeka uživel, zato da je za tem problematično osebo, ki so jo morali z vrha skednja ali od ne vem kje spraviti, imel neko debato, prišel čist raztrgan domov, zato ker sta oba skupaj padla z nekega skednja. Se mi je zdelo zabavno, čeprav seveda to ni zabavno, ampak to je edino, kar sem jaz imela stika takrat z njegovim, bom rekla, profesionalnim svetom, a ne. Je pa res, da so ga potem tudi, ko je bil že na bolniški, ko je imel že transplantacije za sabo, večkrat klicali in nikoli ni želel iti se pogajati, zato ker je rekel, jaz sem na bolniški, če se ne bo izšlo, bodo časopisi polni, ne. On se je zelo zavedal odgovornosti, kaj to pomeni. Če si ti pogajalec, pa kot pogajalec ne spelje stvari pozitivno, ne. Ali pa da nisi psihofizično pripravljen, verjetno bi si očital na nek način. Tako, ne, da ni to bil pogajanje 100%, 10 ur z nekom, ki je šizofren ali pa karkoli, to, če nisi psihofizično pripravljen, nihče ne zdrži, ne. zdržiš, ne. Ja. Jaz se spomnim enega malo bolj specifičnega primera, ki sem mi ti razlagala, da so ga ob 2 zjutraj klical, Ja. letel 16 ur se pogajal z Ja. neko osebo, ki je hodila po Kosovcu in grozila za samomor. In to je bilo prvič, ko sem slišal sploh kakršenkoli primer. In sem se predstavljal 16 ur, da se pogovarjam z nekom, pa gledam gor, to bi me vrat bolel. Ampak ja, ne, to je recimo tudi del življenja, ki ga je Pavel sicer, ki sem ga jaz spoznal, del tega in veliko znanja iz pogajalske enote tudi prenesel domov. Smo imeli pogosto te nedeljske kosila, ki so se potem še sploh, ki sem bil najstnik, mi domov spičila, pa en drugega pol probala zgaslightati, kdo je kriv za neko stvar, ne. Je pa tako sposobnost prepričanja ljudi, se spomnim, da je on neki, vem, da je on naredil neko napako, ne spomnim se specifično, ker sem pozabil, ker je čist nepomembno, ampak ne se je Mojca prepričal v 25 minutah, da je bila ona kriva. Ja, to Mark večkrat pove. Ali pa veš kaj, mama je skapirala, da bolj, da je prepričana. Ja, pragmatično boljše. To je druga stvar. On je imel sposobnost, da je nekoga prepričal karkoli, da je ta oseba to verjela. Tako da, Ampak meni se zdi, da je tudi sam sebe, teh 16 let, ne? Seveda. Da On je tole je sam- bilo tisto, kar je bilo po mojem, on je tekmoval po mojem sam sabo, koliko sem ga jaz poznala. Tudi, da je znal, ne? on je vedno tekmoval samo sam sabo. Ja, ja. In užival v tem procesu. On nima drugih tekmecev, to pač lahko res rečem, pa mislim, da vsi, ki bodo to poslušali, pa ki so ga poznali, bodo pritrdili. Mislim, da, ne vem, je imel nek rekord na sprejemnih izpitih na fakulteti za šport, mogoče ga ima še vedno, ne vem, ampak zelo dolgo ga je imel, ker so mi drugi ljudje povedali, v vzgibih ali ne vem, v kateri zadevi. Verjetno. Dejansko njemu je bilo zelo všeč, da sem jaz zelo netekmovalna oseba. Jaz ne tekmujem, nikoli mi ni bilo treba, jaz pač izhajam iz, bom rekla, enega takega res ugodnega okolja, svojega odraščanja. Starši so mi dobesedno, ne bom rekla omogočili, vse nisem bila razvajena, ampak sem res imela tako varno okolje. Nisem sploh ulice poznala, ne, tako kot je mogoče kakšni otroci poznajo ali pa so jo poznali. In mi ni bilo potrebno tekmovati za nič. In njega je to, mislim, da najbolj fasciniralo pri meni. Da ga je pomirjalo. On je na fakulteti za šport, so pa seveda vsi zelo tekmovalni, in ženske, in moški. Ni mogel razumeti, da so ženske hotele z njim tekmovati, ker pač zelo težko, da ženska z moškim tekmuje na športnem področju, ne. In tukaj so bila midva popolnoma različna, tako kot pri recimo branju knjig, ampak sva se v bistvu zelo dobro dopolnjevala, ker vsak rabi potem nek svoj drugi pol. Seveda, če ta pol ima nek balans, ne, da ne gre čez. No, se meni se zdi, da si bila ti njegov balans taki, Ja, ne? Mislim, da je Mojca bila njegov Mojčika. Ja. Mojčka mi je Mojčka. rekla. Mojčka. Ja. Ja.
je bila njegova milina, Ja. mir. Zanimivo mi je, da zadnjič še vedno imam njegov računalnik, ker recimo sem iskala tudi ljudi, ki sem jih povabila na predstavitev knjige in tako, ne, in najdem en mail med svojimi maili, ki mi je napisal spoštovana ženka. Poslal mi je nek zapisnik brezvezen, ampak zanimivo se mi je zdel pač ta, ne, nagovor, ponavadi sam preberi to, ljudje napišejo, ne, pa 2 klicaja. Ja, tak odnos sva imela, ja. Kaj pa ste, recimo, pišete v knjigi, da v bistvu se je pripravljal na smrt in da ste delali prenos lastništva, premoženja, Tako. ker to zna, ker kdo kot moški sploh mogoče ga ta ego ravno potegne v to, ne bom popustil do konca, pa sem že slišal zgodbe, umira za kuhinjsko mizo, pa še išče login za gesla na banko, Ja. pa ni mogel not priti in potem to traja 6 mesecev, pa leto dni, Ja, pa še preden več, ja. se razvozlajo take stvari. Ja. A to ste recimo, a je bil to tak pogovor, ne vem, le jaz bom umrl, zdaj ne vem, kdaj bom, moramo narediti to, moramo to, ne smemo imeti tega, moramo prenesti premoženje, moraš ti biti lastnica. Ko smo mlajši, slišimo dostikrat, uči se na svojih napakah, pa to je najtežje, da se učiš na svojih napakah. Ko odrastemo, se včasih naučimo kaj na napakah drugih. In to je ena taka stvar, ker je Tonijev prijatelj 2 leti pred tem umrl, isto je imel raka. Umrl je, vedel je, ampak ni vedel, da bo tako kmalu. In njegova žena je dobesedno ostala čez noč brez vsega. Zato, ker, pa mislim, da je bil še petek ali pa sobota. Skratka, ti potem ne moreš ne do bankomata, ne do računa, do ničesar. In ona je potem šla res čez eno tako kalvarijo. Zelo težko obdobje. Ja, in nam poslala vsem svojim prijateljem in prijateljicam in neznancem en Excel, kako se pripravimo, če izgubimo svojega bližnjega. In pač, mislim, da sem ji celo napisala nazaj hvala. In mislim, da je tudi Toni prejel to. In dejansko se je v enem obdobju začel zavedati, da je v redu, da urediva te vse lastniške stvari. On je v bistvu želel, da je notarski sporazum o preužitku narediva, stanovanje prepisal name. Hvala Bogu zaradi tega, ker je v bistvu potem prišla ta vojna, obrestne mere so se spremenile, imela sva še nekaj hipoteke, jaz ne bi mogla reprogramirati kredita več kot pol leta. Obrok bi po mojem šel na krat 2 takrat, a ne. In to se mi je zdela res tako odgovorna, bom rekla častna zadeva, tudi zaradi otroka, ne. V končni fazi si ti potem postavljen pred dejstvo, da kako boš pokrival vse stroške. In je v bistvu dejansko sva vse uredila pred njegovo smrtjo. Mislim, da 3 tedne pred smrtjo njegovo sva dobila zemljiškoknjižni izpisek oziroma notarski ta sporazum. On je bil zelo vesel, da sva to naredila. Mislim, da je celo malo zajokal doma. Da zdaj pa si ti rešena, nihče se ne bo s tabo ukvarjal, s tem, kdo bo poplačeval moj del kredita, ali imam jaz kaj, ali nimaš. Mark je bil mladoleten, pa smo to dedovanje rešili preko CSD-ja, a ne. In se mi zdi to zelo pomembno tudi, recimo, če 2 starša odpotujeta, imata ali mladoletne, ali pa tudi že polnoletne otroke, da je nekje zapisano, račun je tam, delnice so tukaj, to so nepremičnine, poklič tega, ne vem koga, odvetnika, notarja, prijatelja, da bo to znal rešiti, ne. Na koncu je res žalostno, da se ljudje potem, družine skregajo. Zato, ker nekdo se ni zavedal, da se lahko nekaj zgodi, ne. Kaj šele takrat, ko so kakšne prometne nesreče, pa je v sekundi vsega konc. Tako trezna odločitev. Ja. Kaj narediš, če izgubiš ti tako oba starša? Sploh če si mladoleten. Dobro, če si mladoleten, potem itak, dokler nisi polnoleten, ne moreš nič narediti, ampak če si, ne vem, ti 18-19 let star, pa ti starši umrejo, pa resmo, da si še edinc, da nimaš podpore doma. Neposredne, ne. Se mi zdi, sem zelo dobro odločitev. Noben od nas ne ve, kaj nam bo življenje prineslo, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi.
velikih primerov je, da pač ni krivda tistih, ki umrejo. Ne. Ja. In je fajn biti pripravljen na to, oziroma vsaj poskrbeti, da so bližnji kakor toliko prikrajšani neki tisti, ki jih dodatni imaš rad, bolečini. ne. Ne. Ja, Zelo, je pa- zelo odgovorno. Je pa težko, ne, se odločiti pa reči, zdaj bom pa jaz Načrtoval. popisal ali pa zapisal, to je stanovanje, tukaj je to, pa kam bom to shranil, da ne bo to prišlo v napačne roke. Mislim, da so to take stvari, o katerih je treba govoriti, a ne pa v bistvu se na njih pripraviti. Lej, tale tvoja kolegica pošlje naprej, če lahko tole, kar je poslala. Ne? Zato, ker eno je, kar mi dva s Heleno probava učiti, ne? Naše stranke, že 28-29 let pa naše zastopnike, ne? Se veš, da se ukvarjamo z zavarovanje, ne? Ja. Tega bom se še malo dotaknil pol, ne? Ni enostavno razmišljati, da boš mrtev enkrat, ne? Mi si ne želimo priznati, da bomo enega dne umrli, ne? Ker si prej rekla, je vedel, da bo umrl, samo ne, da bo tako hiter. Mislim, nikoli ni dovolj počas, ne? Umreš vedno prehitro, ne? Ja. Tu, če si star 80 let, pa so misli, da še bo malo dlje, ne? Nismo pa zdaj mislili, da bo, ne? Tako da, ne, najmanj, kaj nekdo razmišlja o tem, je, da bo enega dne star, da bo enega dne bolan ali pa da lahko celo umre, preden je načrtoval, ne? Ker mi vsi imamo vsaj nekje v podzavesti, kdaj bi se naj to zgodilo. Ponavadi takrat, ko bo vse za nami, skrbi, krediti, otroci na svoje, pa še mu nekaj obveznosti, ne, pol bom pa lahko umiral to napravo, da ne bo nekdo prizadet. Vse imamo to neko skrb, ampak da bi se pa nekdo vsedel, pa bi rekel, veš kaj, danes bo pa malo težek pogovor, načrtovali bomo smrt enega izmed staršev ali pa obeh. Prva točka, kaj se zgodi, ko se to zgodi? Ja. Ne? Jaz sem na enem razgovoru z enimi, bom rekel, tudi prijatelji, ne? Ker nisem mogel zavarovanja prodati, ne vem koliko let. Lahko sem karkoli razlagal, pa ni bilo, pa sem samo potem čisto enostavno vprašanje postavil. Kaj se zgodi, če vaš mož gre na avion, pa ga ni domov en teden? Pa je bilo nič. Mesec dni ga ni, pol leta ga ni, eno leto ga ni, ali pa nikoli se ne vrne. Opa, pa je problem. Kako pridemo do denarja, kje je bančni račun, kje je on račun, danes še kakšne druge računi so, ne? Imamo passworde, autentikatore, ne vem kaj, da ne govorimo o tem, da ko se zgodi smrt, da se zamrzne vso premoženje. Tako. In edini cash, ki ga lahko ena družina dobi, je samo življenjsko zavarovanje za primer smrti. Tako. Se pravi, če je na polici zavarovanja napisano ime in priimek zakonitega dediča in letnica rojstva, bo ta oseba dobila na račun denar, brez da bo kdo vprašal, zakaj, ker je to dobesedna oporoka, ki se neposredno izvrši. Vse ostalo, denar na računih, na bankah, nepremičnine, podjetje, Ja. v trenutku se vse ustavi. Zelo hitro pride do tega, da se potem ljudje začnejo spraševati. Ja, in včasih ne rabiš, vse rabiš to 1 uro pogovora o tem, da Tako je. rečeš, dajmo to pogledati, kaj se zgodi, če ti umreš, koliko imamo kredita, to bo treba poplačati, z enim prihodkom bo teže, življenjsko zavarovanje za primer smrti, kaj se zgodi, če bom bolan. Ne vem, a se ti spomniš, ker jaz se ukvarjam s prodajo zavarovanj, ne? In najtežja stvar pri mojem delu pa poklicu je samo ena, da se tvojim kolegom, prijateljem, družinskim članom zgodi nekaj, kar veš ti, da bi jim lahko tvoje delo pomagalo, pa tega nisi naredil. Zdaj, ali nisi imel časa, ali nisi želel gnjaviti, je tako, da ne bi izpadel kot vsiljiv prodajalec, pa ne vem kaj, ne. A se ti spomniš, da sem jaz enkrat bil pri vama, pa sem se to ne Zelo opravičil? dobra. Ha? Da dobesedno, da me je, ko je dobil diagnozo za bolezen, ne, ker sem ne vedel, koliko denarja je šlo za razna alternativna zdravljenja, mislim, da mi je takrat omenil 40 000 evrov, ki jih je on iz svojega žepa, vi dva, dal, ne, in sem si jaz mislil, samo ena polica za varovanje za primer hudih bolezni, 50 000 evrov bi ga takrat stala, ne vem, 40-30 evrov na mesec, jaz pa mu nisem tega naredil, ne. Da sem imel slabo vest, dobesedno sem imel slabo vest in sem mu upravičil, da mu nisem prodal, ne.
pa on me je rešil, rekel si, da sem vedel, da si delo, bi te lahko vprašal, ne, ali pa bi lahko sam že bil toliko odgovoren. Pol se nismo mogli zmeniti, kdo je zdaj bolj odgovoren, ne, ali jaz kot nekdo, ki se s tem ukvarja, ali on, ko je moj prijatelj, pa ve, da to delam, pa bi me lahko sam rekel, naredi mi, ne. Tako da to so res take težke stvari, ne, ko se Ja. to zgodi, ne. Ja. Če Mislim, nisi- tukaj sigurno se mi zdi zelo pomembno, da so take stvari urejene, da se sklenejo take zavarovalne police, da tako rečem, v mladosti, Čim prej. čim prej, zato ker se lahko veliko denarja nabere in ker v bistvu, če se to Ščiti. začne pri 20, imaš ti pri 40, 45 lahko že neko kvoto ali jo dobiš izplačano ali pa kakorkoli. Če se kaj zgodi, ne, ko ljudje začnejo pri 40, 45 varčevati ali pa neki Ja. življenjsko zavarovanje skleniti, je to čisto nekaj drugega, ne. Seveda. Ja, jaz bi rekel najkasneje, takrat, ko dobiš od prvega otroka. Ja, to je zadnji čas, ja. Najkasneje. Takrat se vse spremeni odgovornost. Ti si zdaj koliko star? 21. 21 let, ne. Ja. Tako da smo še par let miline. Pa Ja. naslednja generacija. Je pa res, da z vsakim letom, ko boš kasneje sklepal zavarovanje, ne, razen investicije, ne, je dražje. Ja. Ne, vsako leto je malo dražje, ker si starejši. Dobro, ne. ampak pri 21, pa 22. Ja, so še smešne premije, ne. Ja, so res nizke. Ne. Ja. Seveda, ne, saj denar zdaj verjetno ne bi zdaj rešil primer zdravja ali pa ne vem, ampak verjetno bi pa kakih 50-100 tisoč evrov vam prav prišlo takrat, ko ste... Nihče se tega ne bi branil, Ja, ne. ja. To se absolutno strinjam. Za zdravje Tonijevo smo res naredili vse, kar se je dalo. Res je imel super ekipo, super zdravnike. Mislim, da je njegov ta primer kot bolnika, čez kaj vse šel, kaj vse probal, katera vse zdravila so probali, kako je v bistvu se to je zdravljenje potekalo, kakšni so bili cikli, še zdaj predavajo na svetovnih Ja. kongresih. Pa vem se tudi na UKC, če študiraš medicino, pride ta Primer. primer. Ja, Ja, zato ker on je rekel, ja, sem poskusni zajček malo, ne. ja. On je Ja. tudi sebe tak na nek način daroval, se mi je zdelo, v dobrodelne namene. No. Ja. Mislim, Vedel je, da Zanimivo ga je njegovih bilo. organov ne bodo mogli uporabiti, zato je pač res velik dal, da so lahko marsikaj probali ali pa mu ponudili zdravila, je ob določenih seveda zelo trpel stranske učinke, ampak je fajtal, ne. Je pa recimo stvar, ki mi je zelo ostala v spominu, ko sem ga spraševal o tem, spomnim se takrat, ko sem bil jaz mali, ko je šel mesec na drugo serijo kemoterapije, ki je v 3 tednih zamenil 4 cimre. Ja. So si umrli. kaj je bilo? Štirje, štirje so bili z njim v sobi, v 3 tednih vsi umrli. Preden je on šel v 3 tednih iz bolnice. No. In je rekel, lej, jaz sem se z njimi veliko pogovarjal, oni so bili že na pol komi, sem jim bral knjige, pa sem jim kakšnih stvari govoril, pa to ne. Takrat je po mojem tudi skonto, da ima tudi ta dar ljudi iz teme ven publično, ne samo pogajalstvo. In je rekel, ko smo se pogovarjali, vsi so rekli, da jih je strah umreti. Me so rekli. Mene ni bilo strah umreti, ker sem vedel, da moram za ženo pa za sina živo stati. In bi rekel, da strah ti po moje tudi bil na telesu odvzame kar veliko moči, ki jo drugače slabaš. Da ko si živ, ko te je strah, da ta misel na to, da boš enega dne umrl, je rekel, da te lahko vzame moč. To veliko ljudi prav ne, da manifestiraš to, kar razmišljaš. A misliš, da se je bal on smrti? Jaz bi rekel, da se on, ne da se ni bal, ne da se je jebal, rekel bi, da se je on zelo hitro sprijaznil z njo. Jaz sem vedno opisoval smrt kot del življenja, ne, on je bolj nase gledal, pa rekel, smrt je konec življenja, ampak je edino, kar velja za vse ljudi. In sem nikoli ne moš izogniti. Jaz se spomnim, smo bili enkrat v Ukrajino, ko je šel, mislim, da smo v Ukrajini bili. V Ukrajini ste bili. Ja, ne, z mano na seminar. Pa takrat sem ga tako najbolj direktno vprašal, ne, kako gleda na to, da bo umrl, ne. Pač mi je čudno pogledal, ne, preko Smiljan, se mi dva bova, oba dva umrla, ne. A veš, je rekel,
če bo vse tako, kot zdaj kaže, je rekel, bom pač jaz sem malo pred tabo, ne, a veš, ti pa boš enkrat za mano, tako da samo je vprašanje časa, je rekel, tako da tu zdaj, čas je pa itak po njegovi filozofiji bil relativen, ne, tako da Ja. je imel res, mislim, včasih sem imel tak občutek, sem si mislil, a je res sploh bolan, ne. Ja, to se je marsikdo spraševal. Zelo veliko ljudi. Veš, ono, Ja, pa se ni bolan, ne. dobro je izgledal, Ja. bil je vesel. To je kar sem Mogo- prvi omenil, da je Optimističen. investiral energijo in da je res znal igrati. Pozitivno. Ja, bil pa bom čisto rekla, igralec. da je to uro, dve, recimo, ne, ko smo bili, pa mogoče en teden, ne, z vama ali pa s kom drugim, Smo prišli se je pa domov. videlo, pač velike moral Ja. počivati. Tako, ja. Ja, On se je umaknil, se je ulegel, Tako. pa takrat si videl, ja, če si bil dlje časa z njim, Ja. ne. No, če si ga pa gledal kaj na seminarjih, pa to, on je tam predaval, je govoril, on je imel pač tako malo energije, da je tudi govoril bolj energično, ker se je mogel napenjati, da je sploh kaj iz sebe dal, ne. na Prišel koncu. domov, ja, pa je pa prišel domov po 18 ur spal. Ja. To je ono, kar noben ni videl. Ja. In, Ja. to je bilo tudi, ko smo klicali, da pač je v Tonja ni več, je bilo pogosta reakcija, kako se je bil čisto v redu, še par tednov nazaj. Ja. Ja, ali pa vedno je, toliko krat je že premagal, kako pa zdaj, ne. Ja. Koliko krati se je vračal, tak, da je bilo že brezupno, pa Jaz se spomnim enega specifičnega dneva, meni se je bilo to enkrat decembra, sem jaz zaspal na kavču in je on šprintal na WC in začel bruhati kri. Šel na raziskavo, isti dan dobil izvid, meni se je pisal ocena, da niso vedeli, pač pisali, da ne vejo točno, ampak 2 do 3 dni. Da tako hitro začel, ker je organe začela napadati bolezen in to je tudi taka malo bolj, Ja, ampak takrat je rekel, jaz sem bila potem celo noč sem bila pri njem, pa to je bil 2018 leta. ne, potem je tudi 2022 se to zgodilo januarja. Sem sedela ob njem, on ni hotel več spati v spalnici, spal je v bistvu v dnevni sobi, ker je vedel, da jaz ne bom mogla spati, on je celo noč v bistvu neki jamral ali pa bolelo ga je, ne. In sem sedela ob njem in je rekel, in je videl, da sem jaz res čist žalostna in obupana in je rekel, ne, ni še zdaj čas, bo pa kmalu, ne. In takrat sem v bistvu poklicala Sandija in smo šli v Koper. On je bil čist, on se je v 2 dneh čist spremenil, neke tablete je imel, imel je po mojem 20 litrov neke vode po celem telesu, grozno je izgledal. Pol je to sicer splahnelo, ampak takrat sem jaz res mislila, da bo ko so mu organi začeli odpovedovati, izkrvavel doma, ne. Pa se je to sicer ustavilo, ampak to so res neke take, pa se nikoli nisem niti za smrtjo od blizu srečala, to so bile res preizkušnje, ne. In dejansko, ko se ti od človeka poslavljaš ali pa ko vidiš, da gre h koncu, jaz ne vem, kako je, da ljudje dejansko dobijo klic iz bolnice, da so njihovi svojci tam umrli. Se mi zdi res nekaj najbolj pomembnega za tiste, ki ostanejo, da so za človekom, ko se nekdo poslovi, a ne. In za Zmojca so imela po moje zelo, kakor je pač grozno reči, da imaš na smrt svojega starša lep spomin. Da so bila ob njemu in on je bil doma v tem, kar je ustvaril, poleg svojega žene in sina, in zame je to najlepša smrt. Ja. Ker smo tudi njegova zadnja trenutka preživeli skupaj, kar bi si po mojem vsak človek želel. kaj so bile njegove zadnje besede? On zadnji dan ni govoril več. Ne, zadnje besede so bile, Mojčka, jaz zdaj grem. Ja, to je tebi rekel, ti si To prišla meni po mene rekel, pol. Zadnje Zadnje besede, Če mogo nič reči. ne. Ko sem jaz prišel, je on že Je že psihično bilo. zaključil Ja. svoje življenje in sem čakal na zadnje trenutke. Zadnje besede, ki sem ga jaz slišal izreči, je to, jaz moram delati, da pride stranka. To je bilo zjutraj. Ja. Ne, sem pa šel, basically pol dneva ni bilo domov, sem prišel nazaj, je on spal, Sandi poleg njega. Ampak recimo, moj težek spomin na njegovo smrt je bilo, ko mi je Mojca poslala Sandija zbuditi, ko je spal v moji posli. Ko sem njega zbudil, veš, ko vidva veste, kakšen je Sandi, je
ogromen človek, tudi po njegovih zgodbah, ne, mogoče malo strašiš. Ker ta oseba propade, pa Se zlom, ne. ker se taka oseba zlom, pa ker me je tako stisnil, da sem mislil, da me bo zadušil. Pa ker sem vedel tudi, kaj je izgubil. On je imel zgodovine z njim 46 let, jaz sem imel 16. To je... si ne znam predstavljati, kako je izgubiti brata, sploh ker sem edinec. Tako da to je moj težek spomin glede tega. Kar se pa Tonija tiče, pa vem, da po mojem niti njegova najboljša želja, kako bo umrl, ko bo umrl, ni bila tako dobra. Se je zavedal, da pač vsi umremo sami, pa za razliko njim. Ja. Bi rekla, da je na nek način premišljeno šel, Ja. ti pa si, kako si ti to dojela, no? Ker te je v bistvu kar pripravljal, ne? Ja, v bistvu 16 let sva se pripravljala, bolj ali manj intenzivno, potem tudi skupaj z Markom, pa ne, da smo se veliko pogovarjali, ampak smo želeli določene trenutke na drug način preživeti skupaj, ali pa smo nekim stvarem dali prednost, ki mogoče sicer ne bi. Mark je lepo napisal v tem svojem poslovilnem tekstu, da je bilo to lajšanje za vse tri. Vsakič, ko sem mogoče zadnje 2-3 mesece skrbela za njega, ko me je prosil za karkoli, da sem mu prinesla, sem se zjokala na poti do tableta ali pa čaja ali pa kozarca vode in sem prišla nazaj, okej, za njega, ne. Pač moški ne vidijo radi solz. To je bil moj ventil in dejansko potem, ko je umrl, ko se je poslovil, jaz nisem jokala. Mislim. Ne, To je ker tudi nisem mogla. Tudi na Sandi se je zjokal sam takrat, ko sem ga zapodal. Ja. Takrat je, ko je dobil tak šok, ne. Se je zlomil, ampak v bistvu smo imeli tudi pa lep spomin, ko smo čakali, da pridejo pa njega. Smo se izmenjevali zgodbice, sem se že takrat veliko o očetu naučil, stvari, ki jih še nisem vedel. In smo oboje lepe spomine, ko smo jih imeli in skupaj ustvarjali. In po mojem si on tudi želel, da tako je. Ja. Ja, čeprav nisi jokala. Ne. Nisi mogla. Mislim. Nisem in tudi na pogrebu mislim, da Noben od naju. enostavno, midva sva se toliko že zjokala v recimo 2 leti, ko je pa posebej tiste zadnje več kot pol leta, ko smo vedeli, da bo kmalu konec. Da enostavno ti potem zmanjka tega, pa si mogoče bolj močen za tiste ljudi, ki so izvedeli za to novico, pa niso bili toliko zraven, ki moraš dati podporo. Mogoče se to neumno sliši ali pa ne klasično za naše družbeno okolje, ampak dejansko tako je, ne. Jaz sem recimo tudi zelo v zadnjih 2-3 mesecih vabila prijatelja, pa mogoče tudi take, ko se nismo po par let videli, da pridite malo naokoli, pa nisem povedala, zakaj, pa so bili vsi v šoku, ker so pač Tonija videli, ker res ni bil več v redu, ne. Da so imeli vsaj nek spomin, ne huje, ko te nekdo pokliče, ja, pa nisem prišel, pa večkrat srečam kake ljudi, ja, pa zakaj nisem prišla, ne. Ravno eno gospo ima prijateljico, ki si zelo očita, da ni nikoli prišla ga pogledat, ne. Skozi je imela nekaj. In to se mi zdi, ne iz naše zgodbe, ampak dejansko si ljudje premalo časa vzamemo za neke soljudi ali pa kar malo izgubimo stik, potem osebe več ni, potem si enostavno ne moreš nehati očitati, ne. Podobno kot najstniki, ne. Jim starši grejo na živce, ampak na koncu enkrat bodo ugotovili, da so starši imeli res večino prav. Kaj bi bilo, Uroš, logično nadaljevanje zdaj te knjige zate iz tvoje perspektive? Mislim, meni se zdi najbolj pomembno to, da bosta Mark pa Mojca živela naprej s tem spominom na njega, na to, kar so skupaj doživeli, pa s to popotnico postajala vedno boljša človeka sama zase. Kar se pa tiče samega njegovega izročila, pa
ima Mojca že neke načrte. Ne? Se pravi, obstaja kar nekaj teh prepisov, transkriptov njegovih predavanj, ki jih imata še Jani Mekins, njegov sodelavec, pa Sandi ima veliko tega še tudi po spominu in tako. Tako da mislim, da bomo tak lep case study, v bistvu priročnik v neki nedoločni prihodnosti Tako je. skupaj spravili. Ja, ker on je kar delo z uspešnimi posamezniki, Res je. podjetji. Je bil bolj taki undercover coach. Ne? Tako je. Ja. Ne, ni bil Facebook znan, ampak je bil. Ni bil na socialnih mrežah nikjer. Ja. Se kar izogibal. Nobenem temu. Facebooku, Instagramu, TikToku. Nikjer, ja. On je šel večinoma po priporočilu in To je samo sem- v nekih zaprtih družbah. Ja. Ja. Tudi vsakega je poklical, ga ni sprejel, ni Ja. imel ne časa, ne energije se ukvarjati z... Njegovo vodilo je bilo, da, pa mislim, da je bil kar uspešen v tem, ne, da v 12 obiskih lahko reši eno težavo človeka. Ne more zdaj 100 njegovih težav, ampak če se lotita eno po eno. Ne. In so bili pari, ko je, ne vem, en začel hoditi, niso bile skupinske terapije, ampak nekdo je prišel zaradi, ne vem, izziva v službi, blazno jim je pomagal, so kariere razvili, res vrhunski primeri. Pol pa so recimo je poslal ženo ali pa partnerko ali pa prijatelja, ki je Toni pač rekel, glej, ti pojdi mogoče k komu drugemu, pa se tam pogovarjali, pa s kako kolegico na kavi bo najboljše. Ker je tudi rekel, pristop je tak, ne, nekdo, ki res nekaj želi delati na sebi, pride za zvezko, ima zapiske. In dejansko imam take ljudi, ki sem jih povabila na predstavitev knjige, so naredili cel preval za to, da niso rabili na službeno pot, pa so prišli na predstavitev knjige. Pa si jaz mislim, pa dobro, knjigo bi prebral, ne, ampak toliko jim je pomenilo, ker ima celo knjigo zapiskov svojih, a ne. Je hitro znal diagnozo postaviti. Ne? Zelo hitro je prebral ljudi. Ja. On je to, kar je prej Mojca rekla, da je stopil v sobo in točno vedel, kaj je mogel povedati, zaradi tega, ker je eno po eno osebo tako jih je bral. Je tako malo, on je malo spominjal na tega mentalista. Serijo, Ja. Ni bilo to, ker pač Ja. ni tako, kot je tam noter napisano vse, ne, ampak je res takoj videl, kaj ti čutiš, kaj razmišljaš, kako razmišljaš. Kaj je tudi problem? Ja. Ja. Tako. In tudi kaj je rešitev. Ne? Sem imel kdaj občutek, da te bere. Skozi. Vsaka stvar je šla v analizo in potem v ovrednotenje, a je to vredno njegove energije in časa, da moje gluposti rešuje. Ampak sem jih pogosto slišal. Čeprav je imel tak zelo lep način z mano komuniciranja, da mi je med vrsticami povedal mi je tako, kot bi starš povedal sinu, ampak mi da sem imela to povezavo in sem med vrsticami videl, kaj on hoče v resnici povedati. Ampak da so bila malo bolj kulturna. Zanimivo je bilo tudi ta njegov odnos nerazlikovanja med moškim in žensko, saj tako nazvan. Recimo, po eni strani je delal kot inštruktor v specialni enoti, ne, kjer se jasno dela z brdavsi in je fizična surova moč, se postavlja kriterije in tako naprej, ne, in je zelo jasna distribucija moči. Ne. Po drugi strani je imel pa primer, recimo, ko sem se pogovarjal s Savino Ataj, ne, ki je imela te šole, kjer so večinoma pač bila ženska populacija, in je imela ta gala večer na gospodarskem razstavišču, kjer je prišel pred 1500 žensk, se postavil in jim je začel serviral zgodbe in so ga srkale tudi tako. Ne. Hočem reči, da to zahteva kar posebenega mojstra, da Preklopje. vsak od nas ve, kako je, če recimo moški pa se pogovarja z žensko o eni stvari, ali pa če se recimo s Miljanom pogovarjam o nečem. Ne. To so pač fiziološke stvari, ne, na kjer nas jasno tudi družba determinira, ne, ampak mislim, da je on skozi odraščanje pa skozi postavljanje identitete te stvari znal zelo jih istočasno determinirati, pa po drugi strani čisto zabrisati. Ne. Tako da to je bila po mojem tudi kar odlika. No. On je tretiral vse kot osebo. Ne glede na to, si bil ti mlad ali star ali odrasel, študent, moški, ženska, z vsem je enako ravnal, z vsem je enako povedal.
Do vseh je bil zelo korekten in direkten, kar pogosto koga zabolel. Ampak če te ne zaboli, še sploh pri terapiji, če te ne zaboli, ti ne boš prišel do tja, kamor moraš iti. Če te bo nekdo sam cartal, pa ti govoril, da bo ok. Ja, lepo. Njegov sistem je bil pri večjih primerih, da ko je posebej prišla, pa to so bile res težke zgodbe. Ja, on ni valjda, mogel je ego uničiti in te rekel, saj si sam kriv. Pa so bili primeri, ko so ljudje kar zapustili po 20 minutah terapijo, pa so pol čez pol leta nazaj prišli, ok, pa se mi usedelo v male možgane, pa vemo, kaj delamo. Ne? Je pa vse, ko je pa prišlo do nekih teh psihičnih bolezni, je pa vedno vse s športom zdrav. Karkoli je bilo, vem, da je bil en primer ene mladenke na invalidskem vozičku, ki je sam rekel staršem, dajte jo dvigniti vsak pod eno roko, pa peljite kroge po hiši. Mislim, da je kakšne pol leta, potem sama prišla. Pretekla iz poveki. Da, ne. Ni bila kot invalidka, ampak pač Depresija ne. tako. Ja. Aha. Izgorelost, ne vem, kaj je bilo Izgorelost, nekaj takega. Ja. Neka taka fora, ampak je res tako čudežno. Eno terapijo je z njim. Zdaj se po 20 minutah je poslal domov. Ja, se šport je bilo tudi pri njemu vedno zdravilo. Ne? Tako. Ja. Jaz sem ga enkrat vprašal, kaj je tvoja največja želja? Zdaj smo bili na Balju. Mi je rekel, da lahko grem spet teč. To je najbolj pogrešal, da ni mogel več teč in to je bilo njemu milina, nekaj, kar jaz sovražim iz dna duše. Ja. So pa našla skupen teritorij pri kolesarjenju. Kolesarila. To pa je lahko, ne? Ja, z električnim kolesom ne je lahko. Jaz sem ga pa lovil z navadnim, tako kar sem ga lahko. Kaj pa z mamo, ko si se pogovarjal, ne? Ko si rekel, pa je enkrat zajokala, ne vem, mislim, kako lahko mama, da ne bi zajokala sploh, ali sploh možno bilo, da ne bi jokala. Ne. Pa jaz mislim, da gre v osnovi za neko zelo drugo generacijo tudi ljudi, ne? Pa hkrati drugo okolje, ki ga je mama pač ga še zdaj živi. Ne? Toni je pa v bistvu naredil toliko velik korak drugam, on je zamenjal pač, bodimo realni, ruralno okolje, je zamenjal s knjigami, s šolo in je zamenjal z mestnim okoljem, kjer so odnosi bistveno drugačni, kjer je v bistvu mogoče tudi način čustvovanja drugačen. Ne? Njo je pa na neki točki pač prevzel ta občutek, ona je v trenutku, ko je gledala tiste fotografije, se znašla 40 let nazaj na tistem vrtu. Zelo drugače, po mojem, kot je on sam doživljal. Mislim, prej smo govorili o smrti, ne? Mislim, da je glavna stvar, a se je on bal smrti ali kako se mi bojimo. To je pač zahodna civilizacija. Ne? Mi imamo odnos do smrti postavljen na končnosti, na bolečini, povezujemo to z veliko izgubo in strahom. Ne? Jasno, to nas determinira in čim si ti enkrat v krču, glede tega je zelo težko napredovati. Ne? Mislim, da se on s tem zelo hitro sprijaznil, ne? Oziroma presegel to mogoče. No? V tem smislu se mi zdi tudi logično, da imamo probleme potem, ko nekdo umre, pa ker nimamo stvari rešenih, zato ker pač ne moramo tega niti mentalno dojeti, pa da bi pa še fizično to rešili, ne? Ker gre samo za rešitev, nič drugega. Ne? Mislim, da je to tudi zelo logično, da je on to tako naredil, da sta z Mojco tako rešila te stvari, kar ne. Ampak se on je bil tak, ne, se pravi, on je kar reševal, ne, on je hitro rešil. Ja, je pa res, da je mogoče, bom povedala eno anekdoto. Spomniš, ko si prišel k nama na Dunajsko? Ne vem, jaz se takih stvari tako malo spominjam. Ko si začel za zavarovanje, še mene si takrat vabil, pa nekajkrat kasneje, ampak nekako se Ja, sigurno sem, se to moje delo. Pa si povedal, pa si Toniju rekel, lej, pa daj pomisli,
kaj če se tebi kaj zgodi, si v specialni, pa je to ni rekel, mene ne skrbi za mojčko, nisem bila še poročena takrat, bo pa kdo drug za njo skrbel, mene kako lahko to rečeš, ne? Ampak marsikdo verjetno, se spomniš tega? Ja, to pa se spomnim. Pa sem si mislila, neodgovorno, ne? 22 sva bila stara, 23. To je malo tega povedal. Ja, ampak želim povedati, pač mogoče marsikdo, ko bo to poslušal, si bo mislil, okej, to se nam ne more zgoditi. Ja, ravno jutri se lahko zgodi. Točno to. Ne? Ja. In zato Nekomu se dogaja. nekomu se dogaja in In mu ni enostavno. se mi zdi, da so to res nujne stvari, da, tako kot je rekel Uroš, mentalno nimamo tega v sebi. Da se zavedamo, kaj se lahko zgodi, da uredimo stvari, med drugim tudi, da se lahko zavaruješ življenjsko, zdravstveno, kakorkoli. Se v končni fazi diagnoza ne pomeni smrti, pomeni pa mogoče kakršnokoli olajšanje za zdravljenje, za neke zdravnike, ni vse na napotnico, ne, pa brezplačno. Tukaj mogoče že, da na mladih bi več delali, ne, ker bom zelo iskrena, ne, zavarovanje ali pa zavarovalni zastopniki jih ljudje enačijo kot nepremičninarje, ne, to je kar neki, ne rabim, ampak slabše. rabiš, ne, rabiš ravno takrat, ko ti misliš, da ne rabiš, ne. To se je v našem primeru potem tudi dejansko pokazalo. Hvala Bogu smo imeli uspešen posel, pa uspešno nalagali denar, pa to, marsikdo pa tega nima in je to zadnja ali pa edina rešitev, ali pa Edina, ja. da ne gre hiša, da ne gre stanovanje, da ko se nekaj zgodi, a ne. Takrat boš vse dal, samo da boš zdravje imel, ne. Ali pa recimo, če se najhujše zgodi, se pravi, da nekdo umre, da ne moreš več plačevati hipoteke, v končni fazi tudi nekateri položnic ne. So pa to precej olajšajo taka nakazila. Veš, kaj imam eno vprašanje, pa da ne bom pol izven kamer spraševal, ne. Ja. Ste se kdaj tako pogovarjali, pa da je rekel, veš, Mojca, sej, ko bom jaz umrl, še se lahko drugega dobiš. A je dal zeleno luč? Ja. Samo od sebe, ali si ga vprašala? Nisem ga. Kako je izgledal ta pogovor? Ona tudi po njegovi smrti od tega od mene ni hotela tako hitro slišati, kot je slišala, da si najde novega partnerja, ker si se začela tako z mano ukvarjati. Jaz sem se zavedal, da pač ona je skrbela za Tonija toliko časa, da si bila nekako navajena, je bila valjda olajšava, da ni več skrbela za bolanega človeka, ampak je zdaj imela pa najstnika kar naenkrat. Jaz se Da je imela z enega problema v drugi. Jaz spomnim se tega pogovora. To je bilo mogoče pa v tistem obdobju, ko je poklical odvetnik oziroma notarja, da pripravijo pogodbo o preužitku. In je rekel, ti imaš lahko tlele vrsto od spode, ampak verjamem, da se boš pametno odločila. Mlada si še, sem bila stara 48. A ne. On niti 50 ni dočakal. Se mi je zdel grozen pogovor, kar na jok mi je šlo, mislim, da sem se res kar malo stran obrnila pa zjokala, mislim, kaj se zdaj spet pogovarjava, kaj mi govori, ne. Ampak dejansko on je bil, toliko se je zavedal že, kaj se bo zgodilo, da ni več emocionalno gledal na to, ampak dejansko zelo realno ali pa racionalno, ne. Zrelo, odgovorno. Zrelo, odgovorno in dejansko bom rekla, to bila tudi zame neka olajševalna popotnica, ne. Marsikdo je pričakoval, da bom jaz kar naprej jokala, da bom travmatizirala, ampak jaz sem, tako kot je rekel Mark, se morala začeti z njim ukvarjati, ker enostavno on ni dojel, kaj se je v resnici zgodilo, kakšno izgubo sva doživela. Velikokrat je kar šel od doma, ni ga bilo čez dan doma, malo si preživel časa z nama, ne, se si to zelo lepo opisal. To je bilo, mislim, to je bilo zaradi tega, ker si videl doma bolečino pa trpljenje, pa si rekel, bom pobegnil malo, pa bo manj bolelo. Ne, to ne. Živel sem v svojem mehurčku neke kvazi realnosti, oziroma kar sem želel si predstavljati, da je realnost. Nekega uporništva, nestrinjanja za starši. Tiste leta, ne. Tiste leta, ki ti je vse naporno, razen tisto, v čemer uživaš, ne.
Sem pač res, to je bilo ono obdobje, ko prideš do točke v življenju, ko začneš najbolj bluziti kot otrok, oziroma kot najstnik. V bistvu pol sem začel ostajati doma, tu na zadnji mesec pa pol. Takrat sem bil pa vedno več doma, čeprav je bilo težko, občasno se pač ob 4 zbujati od dretja v bolečinah. Sem vesel, da sem na zadnji mesec vsaj doma bil. Da ni izgledal, kakor da sam zunaj izven stanovanja čakam, da umre, pa da lahko prijem nazaj. Mi je žal, da nisem več časa preživel doma, ampak življenje teče, kakor teče. Na svojih napakah se učimo, to, kar smo mladi. Ja, življenje je kratko. Se pravi, rekel ti je, ti bodi pametna, ne, se bo znala izbrati, ne. Ja. Če bi mene vprašala, če ti je rekel, bi rekel, koliko ga poznam, ti sigurno rekel, ker najdi si drugega, da ne boš zaradi mene zdaj sama, ne. Ja, pač ni želel niti, da jaz, ne vem, predolgo žalujem ali pa da se zapiram vase, ne vem, na ta način. Jaz sem potem, ker organiziram dogodke, sem seveda, bom rekla, iz tega pogreba tudi naredila en dogodek, dala sem ga posneti in fotografirati, kar se marsikomu zdi grozno, ampak jaz sem dejansko, mislim, da smo imeli 5 govorov na pogrebu, jaz sem to 10-krat pogledala in sem odžalovala še na drug način, ker na pogrebu samem sploh nisem razumela, nisem slišala govorov. In mi je to zelo, zelo pomagalo. Čeprav so mi govore poslali, ampak je to drugače, ko jih slišiš, a ne, pa vidiš, začutiš tisto energijo. Seveda sem prve tedne po pogrebu bila vsak dan na Žalah, ampak sem vedela, to ni zdravo, ampak moram iti čez to. In zdaj pa greva z Marko, Marko gre včasih sam, jaz grem recimo na 14 dni, želim, da je urejeno, da je počiščeno, ne stojim tam nedogled, ker si tudi to tega ne bi želel. Kaj čas zgubljaš pri enem kamnu, ne, to bi, on bi to tako rekel, Ja, ne. on bi rekel, kva gledaš v kamen. Ja. Nič ti ne bo odgovoril. Sem pa recimo, mislim, da naš grob najbolj drugačen, ker ima 2 klopci in dejansko mi povejo določeni, ki hodijo k njemu prav posedeti, se kaj pogovoriti ali pa se par med sabo pogovarja. Meni je bilo najbolj grozno vedno, da ljudje pri grobu stojijo in je to res naporno. In zdaj na teh klopcah sedijo in klepetajo z njim ali pa pač kakorkoli. Jaz priznam, da sem enkrat šel na to klopco, sem sedel skoraj 2 uri, v čisti tišini. Ja, ali pa to. To je bil pri nama s Tonijem zelo pogosto quality time, tišina. Na golfu sva imela ure in ure tišine. Res? To je bila za naju. Jaz tudi gledam na to tako, če imaš ti prijatelj, s katerim lahko v tišini sediš, brez da te je to mot, je to prav prijatelj. Ja. In za Ne rabiš družinske vedno, člane isto velja. Ja. Ne rabiš nekaj govoriti vedno, ja. Uroš, ko si ti delal razgovore z ljudmi, ki so mu blizu, recimo z mamo zdaj, a se je dalo videti iz njenih besed v Tonijem otroštvu, da bo en tak poseben lik, da bo izstopal, da bo nekaj pomagal ljudem, da bo... Ona je zanj rekla, da je bil najbolj živahen, ne, od vseh, da je bil, Marcel je bil tak zelo študiozen in tako, ne, Toni je bil pa, Tonija pa pač razganjal, ne, v tem smislu, da je imel ogromen neke nekultivirane energije še takrat, ne, v tem smislu. Ampak spet bi rekel tako, ne, oni so imeli težko otroštvo, ne, mislim, ni bilo najlažje jim vse skupaj, ne. Mama se, mislim, da že tudi vmes preselila, pa potem nazaj prišla, pa tako naprej, ne. Vse je bila mama. Tako je. In ni bilo najbolj enostavno. Odraščali so tudi v pomanjkanju, tudi nek primer je noter, kako mu je oče recimo krivil smuči, ker niso imeli denarja, ne, za smuči, ne. Potem ga je z mopedom peljal tja, ne, v Konjice, zato ker je tam kombi jih čakal, da jih je peljal potem na Pohorje na tekmo, ne, ker vsi ostali so imeli avto, oni ga niso imeli, ne.
Tako da to je bilo čist, mama mislim, da je bila v tistem trenutku v odraščanju pač zelo obremenjena s golim preživetjem, ne. Tako da po mojem ga nikoli ni doživljala pač otrok, ne, v tem smislu, ne. Mislim, da je po drugi strani tudi ko odraščaš v takem okolju, ti to sigurno oblikuje v drugačnega človeka, kot bi mogoče bil, če bi vse štimalo, recimo, ne. Tako. Mislim, da je od A do Ž vsi kamenčki so se tako sestavljali, da je potem Toni bil Toni in pač tako naprej, ne. Reneja Mlekoža je nabrisal, ne? Na eni tekmi, ne? Takrat, ko je dobil prvič prave smuči. Ja. To zgodbo sem pa pozabil, vem, da mi je pripovedoval, ne? To je bila neka lokalna borba, ne? Tako, to so bili začetki, otroci Ja. so bili, ne vem, predšolski, meni se zdi, ne. Ja, dobro, če Ja, si to Reneja sta Mlekoža bila že premagal, Rene je takrat treniral, ne? Ja. Ja, to On je bilo imel že že kar osnovno očeta trenera, ne? Pa serviserje pa tako dalje, ne? On pa je smuči dobil od enega kolega od očeta, ne? Ja, pač tukaj se vidi, ne, da je to imel res te sposobnosti motorične, blazno prirojene, ne bom rekla razvite, razvil jih je potem razvijal sam, ne. Večkrat je rekel, ne, v napačnem športu sem seveda ni šel smučanje, ker je to bil čisto predrag šport takrat. Potem se je našel v borilnih veščinah na policijski, se pravi v kadetnici. Mislim, da je bil tretji na svetovnem, v eni Ja, od tretji je bil. tretji. Takrat je dobil za to 10.000 tolarjev, se mi zdi, kar je bilo za, ne vem, 200 mark. Kot športnik z neko medaljo, blazno izčrpaval svoje telo za kategorijo. Mislim, da je tekmoval 62 kil, ne. Shujšati, ni pil, ni jedel. Tudi to je po mojem na njegovem telesu veliko nekih posledic pustilo. To je bilo sicer preden sva se midva spoznala. Ko sva postala par, je samo enkrat še tekmoval za neko ligo slovensko, ker je moral spet priti do kilaže in sem jaz rekla nikoli več. To je bilo neznosno. On je bil tečen, lačen, živčen, mislim, ja, res veliko odpovedovanje, ne. Ja. Jaz bi rad samo še to izpostavil. Svetovno prvenstvo je bil tretji, ker je odstopil svojemu bratu prvo Ja. mesto. Ona da bi se mogla tepsti za prvo mesto. In je rekel, jaz se s svojim bratom ne bom tepel. Ja, res. Točno, ja. Točno, ja. Pa je šel pa z Špancem, drugo mesto pa mu je ramo spahnil. Španc Tonijo. Ja. Pa se je šel Bumbar, pa za tretje mesto z Grkom test pozma. Ja. Kako je bil on, če bi si spahnil ramo, jaz bi bil še 3 tedne posle. Bila je pa še ena anekdota, ne, Ja. iz tega, ko mi je pa Sandi povedal, pa nisem vedel, ne. Sandi pride domov, ne, svetovni prvak, najboljši na svetu, ne, pač. In se spet znajdeta na tatamiju, ne, in kaj je zdaj, kaj, ne, se boš boril s svetovnim prvakom, ne, moj Sandi je rekel, ne. Pa je rekel, lej, zaradi mene si lahko kdorkoli na tem svetu, ne, sam pa če od mene nisi boljši, to je obema jasno, ne. Zdaj ti bom pa točno povedal, kolikrat boš padel, preden boš en met izvedel, ne. Pa in jasno je, točno tokrat padel, ne, čeprav je mislil, da ga bo že prvič, ne. In je vsakič padel, ne, rekel, no, zdaj pa lahko, zdaj ti pa pustil. Ne, da bo on to izvedel, zdaj ti pa pustil. Se pravi, ampak ona neposredno borbe nista imela, ne? A sta? Ne. Ne vem, če. Ne, Mislim, Prav da ne. na tekmovanjih nikoli. Ne. Ampak privat, to ona dva sta se tako brat, dva brata. Mislim, da sta neke prikazne imela na imela, fakulteti za šport. To se tako malo bežno spomnim. Ja, Tako ja. prikazovanje, ne. Ja. Ampak drugače prave borbe pa mislim, da res ne, ja. Razen na treningu. Brat odstopil, da bo v finalu. Sandi je bil, recimo, ko je za Tonija kot nek prvi otrok. On ga je res pač za sabo skozi Ja. se zanj skrbel, skozi za njega odgovornost prevzemal, ne. In naravno se mi zdi čisto tako klasičen opis, zelo najboljši opis njunega odnosa, da je starejši brat odstopil. Ja. Ne bom tam maga, še ta drug starejši brat, ki ga tepel. Ja.
Super, evo. Sicer bi bilo bolje, če bi bil on tu, ne bi imel kaj zapovedati. Ne? Ja. To bi bili po mojem. Kaj bi kaj povedal zdaj, če bi bil tu? Ha? Najdu bi nekaj zapovedati, da bi to potegnil v en monolog, po mojem. Kak zaključek bi on naredil? Ha? Kaj misliš? Jaz mislim, da bi rekel, da se že nehate te knjige Ja, pa jo pogovarjati. raj preberite. Pa v meni, pa bi začel čisto nečem tretjem razlagati, na koncu bi pa vse tako šokiralo, do česa smo zdaj prišli pravzaprav. Tako sem ga jaz dojel. Mogoče zaključimo tak en stavek za vsakega. Kaj je Toni dal vsakemu posebej? Ima tam imate prednost. Ja. Toni je bil moj mož, prijatelj, vzornik, oče najinega otroka. Kot sem prej omenila, bila sem skozi v enem procesu. Mislim, da sem popolnoma druga oseba postala v času, ko sva bila skupaj, ko sva bila poročena, pred tem, ko sva bila še par. Mislim, da bi bil zelo vesel, da je knjiga o njem, o njegovem življenju napisana na način, kot je. In verjeten mislim, da je ponosen, bi bil ponosen in na Marka, name in v bistvu na to, kar smo dejansko ustvarili. Mark? Moj oče je bil pač moj oče. On je zame bil železna roka, bi rekel, in vrh spoštovanja, ki sem ga v bistvu še do kjerakoli osebe do zdaj, ki sem jo spoznal, imel. Bil je moj zaveznik, ne glede na to, kaj se je zgodilo, ne. Čeprav pri njemu nisem pogosto iskal pomoči, ker smo pač ta moški ego, nisem mogel požreti, da bom očeta prosil. Se mi zdi, da je on zapustil meni, kar mi je želel, oziroma po moje bi oba zdaj želiva, da sem jaz želim isto, kot je on prej želel, mi malo več zapustiti, ampak se mi zdi, da je on zelo vrhunsko opravil svoje delo, to, kakor je glede na karte, ki mu je življenje pač podelil. In da je dovolj hitro ugotovil, da je pač njegov klic to, da pomaga drugim, in to je celo to je on živel. In to sem zelo srečen, da je bil nekdo, ki bi imel lahko za res dober vzor. Uroš? Pa jaz mislim, da sem zaradi Tonija postal boljši človek, čeprav nočem, da se to sliši tako kot nek pamflet, ne, nekaj, kar tako navržeš, zato ker se to dobro sliši, ne. Ampak se mi zdi, da sem skozi odkrivanje te njegove zgodbe pa skozi vsakega posameznika, s katerim sem govoril, dejansko toliko ene vsebine lahko projiciral tudi nase, da sem potem zagotovo skočil kakšno stopnico višji, ki je mogoče ne bi, ne. Predvsem sem pa spoznal ogromno ljudi, s katerimi bomo celo življenje, po mojem, ohranili nek stik na tak ali drugačen način, tle najprej Mark pa Mojca. Je pa tako, vsak tak projekt, da rečem, ne, je v bistvu, kakor bi verjetno se Toni strinjal, igra, ne, in ko jo osvojiš, ne, ko položiš, ko matiraš, ne, greš naprej, ne, in je potem tam nova igra, ne. Ampak jaz bi rekel, da v tem postopku včasih imaš grenek priokus, ko greš, ampak greš naprej. Včasih imaš pozitivnega, v tem pa moram reči, da nisem imel niti ene grenke izkušnje. In sem sam vesel pa ponižen, da sem imel to priložnost to narediti. Zdaj pa vse sledi naprej, ne. Tako. Super, Smiljan, ti? Tako, razmišljam. Včasih še zmeraj se mi zdi, da je tu, no.
si mislim, da se hecam malo. Bo prišel kje z vogala, pa bo rekel, malo sem se sam hecal, da veš, ne. Ne vem, če sem čist, jaz bom rekel, nekako, ne bom rekel sprijazno, ampak dojel, da ga ni, no, veš. Tak se mi zdi, da je še zmeraj tu, ne. Bil je res eden izmed, ajmo reči, skoraj pa edini, s katerim sem se jaz lahko pogovarjal, pa brez da sem razmišljal, če bo komu kaj povedal, ne. Tak pa je pač bil, ne. In malo pravih prijateljev imaš, no. On je bil tak. Najlepša hvala vsem Hvala Hvala. vama. za vsa sporočila, za vse lepe misli. Evo, danes malo drugačen pogovor, verjamem, da ste začutili globino tega pogovora in včasih se je treba tudi o takih stvarih pogovarjati. Nikoli ne veš, kaj se zgodi. Danes zjutraj, ko sem to prebral, sem se zjokal, veš, ko sem tvoje zaključne besede bral, pa sem si mislil, cel čas zdajle razmišljam, ok, zdajle bomo končali, imam še ravno dovolj časa, da grem na fitness, ne. Pa ne bom šel, ne. Bom še reči domov k svojemu sinu pa hčerki. Ja. Se mi zdi veliko boljše. Ja.